Dobrodošli in lepo pozdravljeni v 34. epizodi AS podcasta. Poletni prestopni rok je za nami in kot se spodobi za prave couch komentatorje, ga bomo predebatirali po dolgem in počez. V svoji družbi lepo pozdravljam Tineta Zupana. Dober dan. Povratnika Jana Lukača. Dober dan. In starega znanca Nejca Vidmarja. Zdravo. Kako ste, fantje? V redu. Dobro. Preživeli smo prestopni rok. Mislim, da smo mi bolj zmatrani. Predvsem, kot da je neki, jaz se počutim, kot da je malo nam odleglo vse skupaj. Te sage so trajale zelo dolgo in izmučeni smo. Dobro, da je reprezentančna pauza pred nami. Tine, ti mislim, da si najboljši naslov za to, da nam malce probaš opisati, kaj se dogaja v zadnjih dneh oziroma bolje rečeno v zadnjih urah prestopnega roka. Kakšen kaos vlada v pisarnah največjih klubov? To mislim, da si navadni smrtniki sploh predstavljati ne moramo. Ne? Se pravi, biti, zdaj mi naivno gledamo to kadrovsko, biti nek sekretar v enem takem velikem klubu, ker je to verjetno itak cela skupina ljudi skrbi za te papirje, ampak srečujejo se, kar je zanimivo. Dostakrat sem poslušal te ljudi, ali agente, ali športne direktore, ki so kaj razlagali, kako to funkcionira, valjda, ne, zdaj, danes, včasih so to leteli faksi, pa levo, desno, danes je kralj vsega WhatsApp, ne, in potem se srečujejo še te različne kulture, ne, se pravi, Balkanci se radi slišimo, ne, Anglež ti ne bo dvignil telefona, če ga kličeš vse na message, ne, tako da je tudi po moje ta Italijani voice message, veš? Tako. Ja. Tako da je, jaz mislim, da je veliko več te direktne komunikacije, kar verjetno prinaša še nek dodaten stres, ne. In naporno, ne, zdaj dejansko smo že v sezoni, ampak se počutimo, da se je dopust začel zdaj, ker tega prestopnega roka konc, ne. Se mi pa zdi, da je bilo navijače marsikaj vzeto s tem Fabricijem Romanom in da se je v tem včeraj sem dobil občutek, da se je malo tega vrnil, da je bilo malo tega kaosa, malo noben ni vedel, kaj točno se dogaja, ker verjetno tudi on ni folgu, nisem ga spremljal, ker mi gre na živce, da nekaj izvem, preden se dejansko zgodi, ampak malo je bilo tudi navijačem vzeti, jaz se spomnim, ko sem bil star 10-12 let, ne, ali pa ko je šel Cristiano v Real, pa se je vedel, pa se ni vedel, pa si bral, pa čakal novice, veš, nisi pač odprl telefona, pa se je rekel, aha, majster ve, čez jutro bo uradno kao, veš. Se mi zdi, da včeraj je bilo malo tega kaosa, spet, ko se je toliko stvari naenkrat dogajalo, da jih ni mogel noben pospremiti in da je bilo neki te negotovosti. Ne. In tudi, mislim, da Bayer Leverkusen je tako malo zbadljivo sporočilo poslal včeraj zvečer, so na social objavili, češ kliče Fabricio Romano, na telefonu Fabricio Romano, njegova slika, je primil telefon, ga dal v omarco in so s tem kao naznanili, da je konec prestopnega roka za njih. Ampak jaz sem to vzel, kot da jim tudi malo mogoče gre na živce. Bral sem pa tudi nekaj, da ni bil več tako zelo uspešen v svojih napovedih, kot smo ga bili vajeni, oziroma kot se je on praktično zaslovel zaradi tega. Kako si ga ti videl, Nejc? Ja, mislim, da je tako, kot smo že rekli, preveč je vsega in tudi on, jaz mislim, da verjetno ne deluje seveda sam, oziroma je to neka mreža, enostavno toliko enih informacij in tudi tako, ko si že rekel, tudi klubi konc koncev in gre že to na živce, verjetno tudi se kakšna cifra zaradi tega drugače obrne, oziroma tako, ko se ne bi smela. In jaz mislim, da tudi klubi na konc koncev mogoče, jaz mislim, da tudi kdaj on, hočeš nočeš, ga peljejo na let, pač ravno zaradi tega, ker ne želijo te informacije vendati v takem smislu. Tako da jaz mislim, da tudi njemu teži, tudi konkurenco zdaj že dobiva v drugih, ki počnejo podobne stvari. Tako da, ampak ja, tudi meni je bilo to, še tako, kot je rekel Jan, meni je bilo čas res to veliko bolj zanimivo. Jaz se spomnim, ko si že menil, ne vem, takrat, ko je bila ona saga glede, ko je šel Beckham iz Uniteda v Real, pa je bila na drugi relaciji, je bila pa ta, kam bo šel Ronaldinho, a bo šel Ronaldinho in na koncu je bilo da že veliko zmenen, celo da je bilo že nek dogovor z Unitedom, pa je šel na koncu Barco. In to si včasih, ja, skoraj v časopisih ni bilo si tako zvedo, ne. Zdaj imaš pa in poplava teh informacij, pa ne veš, a je ta prav Romano, a je AI, ali ni, a je to, zdaj gledam, a je unje prestopil tja, jaz ko gledam, to ne more biti res, ne, sploh ne veš, pogledaš gledati komentarje, to je AI, to ni,
in danes res ne veš več, dokler res uradno ni na Twitterju ali pa oziroma na X-u od kakšnih klubov. Tine, ti si v tej dnevni sobi od vseh nas najdlje v tej Na svetu. Tudi med drugim. A si pred 10 leti, a si ti lahko predstavljal, da bi nek športni novinar lahko imel takšen vpliv na transfer dogajanje, kot ga ima sloviti Here We Go? Ne, mislim, da je tudi fenomen prestopnega roka v teh zadnjih 10 letih je šel v neke čist druge sfere, se pravi, to je zdaj neka cela hollywoodska produkcija, v bistvu se več pogovarjamo na koncu o tem, kar bomo načeloma tudi mi malo predelali, kdo je zmagovalec prestopnega roka, ne, kar se dejansko v bistvu ti lahko realno ocenjuješ prestopni rok šele 1 leto kasneje, ne, ker se dejansko pokaže na igrišču, kako se je zadeva odvila in kaj je pač posledica vsega tega, ne. Jasno je pa, da ta nogometna mega industrija ustvarja pač neke nove obrobne zvezde, ne. Tako kot nekoč ni bilo toliko pojavljanja teh agentov v javnosti in ni bilo toliko izpostavljanja tega, kdo koga zastopa, kdo je koga kam pripeljal, kdo ima ta backup levo desno, in tako so jasno tudi te ljudje ala Fabrizio Romano najdel neko svojo tržno nišo. In je tega tudi pač vse več, ne, sej ni samo Romanov, ne samo nekako najbolj mednarodno prepoznaven, ne, so tudi drugi ljudje, ki na ta način funkcionirajo s kredibilnimi informacijami, in ta industrija je eksplodirala, ne, sej če mi se pogovarjamo zdaj, vedno zaznavaš to neverjetno zgražanje nad tem, kam so šle prestopne odškodnine, ne, to je nek zdaj klasična tema v vsakem prestopnem roku, ampak jaz mislim, da je to pač logična posledica tega, kako napihnjena ta industrija je, ne, ker jasno, če lahko en Liverpool plača tak denar za Aleksandra Isaka, je to pomeni samo, da je Liverpool sposoben tok denarja plačati, in zakaj on ne bi plačal tok denarja, če se mu to pač uklapa v to, kako mu firma deluje, ne, se pravi, jaz v teh obsceno visokih odškodninah praktično ne vidim niti nobenega moralnega problema, ki ga ljudje pač so šokirani nad tem, kako je šel nekdo za tak pa tak denar, ala Beckham, Ronaldinho, te, ki so se dotikali za toliko manjše cifre, kot hodijo bistveno slabši igralci. Danes je že nek, recimo, srednji rang igralca v nekih velikih ligah, takoj 40-50 milijonov, ne. Te cifre so se pač prilagodile temu, koliko dejansko ekonomsko ta trg močen, in to je pač, vse te stvari so neka logična posledica tega, koliko je denarja v nogometu, ne. Pa se tudi mišice še kažejo s tem, da ti pokažeš, koliko lahko plačaš za igralca. Sploh ne vem, tukaj mislim, sploh kakih Fenerbahče, Galatasaray pa te variante, oni pač pokažejo s tem, da so sposobni plačati, tudi če ne bi rabili dati mogoče za njega igralca toliko denarja, ne. Ali pa Savdici, ne, so Ja. to nek, recimo, Ki so v tem fenomen, prestopnem roku mogoče malce... zaspali. Ja. Kje pa so? Traja še njihov prestopni rok. Oni se zdaj pojavljajo, Oni zdaj vsi ti zarožljajo. igralci, ki niso prošli zdaj. Zdaj so šli v banke. Vse so skoraj Šeška uporabljali zadnji dan. A sta vidva kdaj je prestopala v teh zadnjih dneh prestopnega roka? A se kdaj vam kaj tazga dogajalo? A kdaj kdo plača odškodnino za vas? Jaz sem bil prisiljen oditi, tako da jaz sem zadnji dan lovil. Kje je to prestop? Ker sem šel v Grčijo. Takrat je bilo pač v Olimpiji ni bilo več mesta zame, in ali bi ostal varianta, kot je nažalost bil, ne vem, Nukić pa taki, da bi životaril tam, ali sem si pa če sem rekel, da No, životarjev ni, je imel, težko se je prebijal iz dneva v dan zaradi težavnosti treningov, ki so mu bili dodeljeni, in kleti, v kateri to bi je mene treniral. čakali, in na koncu sem rekel, da nima smisla, in potem sem iskal opcije, takrat je prišla res zadnji dan in je bilo hektično, pa na te ambasade, pa kad to pošiljati, pa to. Ja, sej dan že vse. Ja, in je bilo tako, res je bilo kar, jaz sem šel takrat prvič in mi je bilo tako res, je bilo kar hektično, zadnje momente loviti, pa je šlo česa, ni šlo preverjati. A je prvenstvo v Grčiji že trajalo takrat, ko si šel? Ja, to je bilo, jaz sem šel po zimi. Jaz sem šel takrat po šel, zimi, ampak je bilo isto, zadnji dan. No, saj, Ampak je bilo kar. Priješ kaj, nimaš fleta, ne znaš jezika, razumeš, to so vse, sorry, Luki, ja, ne, sej, stvari, mislim, hotel sem samo reči, da zbrala se je zdaj reprezentanca in to se je Timiju zgodilo. On je bil za mnogo že v bistvu na poti v Trabzon, ne, da podpiše za Trabzonspor. Na koncu, kakor sem jaz slišal, pač je prišel, pač bilo je rečeno, da če se Zvezda uvrsti v Ligo prvakov, on ostane, dobi nov ugovor in ostane v Beogradu. Če se ne uvrsti v Ligo prvakov, kar se je potem tudi zgodilo,
pač se ga znebijo, oziroma gre za to, da oni neki potegnejo denarja, zato ker pač so oni verjetno teh 30 milijonov, koliko jih ti od lige prvakov dobijo, so že oni lepo kljukca naredili, ko so videli, kakšen žreb in to je to, ne. In pol na koncu je vsem prišlo do tega, da so zdaj prodali tega Veljka Milosavljevića v Bournemouth, ne, za rekordnih, mislim, da več kot 14 milijonov evrov, da je nov rekord zvezdin in so pač očitno skalkulirali, da bo ostal in so se dogovorili, da ostane in sem mu samo včeraj rekel Timi, da v bistvu še sam ne ve, kdo je na koncu bil tisti, ki je rekel, ja, ostane, ali pa ali so rekli Turki, da ne, ali so rekli te v Srbiji, da ostane, karkoli v glavnem, na koncu je rekel pač, da je deloval kar utrujeno, no, po mojem mora biti to kar utrujajoče, da si ti skos na telefonih in ti ne veš, kaj bo s tabo že na poti na letališče, da greš na zdravniške in da se pol v nedeljo pridružiš reprezentanci in pol pade v vodo, ne. In potem tam vsi sprašujejo tega. In to prvo vprašanje, in on vseh deloval kar zaspan. Se istočnica lih to, kar si rekel, rekorden prestop, ne, to je zanimivo. Včeraj, oziroma danes zjutraj sem gledal, da je bilo recimo v angleški ligi v tem prestopnem roku vhodnih transferjev v ligo brez igralcev, ki so šli v 21 ekipe in brez igralcev, ki so šli takoj na posojo, 154 igralcev je prišlo v ligo. In pa so se zdaj niso malo igrala s temi stvari, so malo gledala, recimo za primerjavo, ne, kako ekonomsko dominanten je angleški nogomet. Prvih 10 transferjev v Angliji, se pravi 10. transfer je po moči, se pravi po višini plačane odškodnine je Xavi Simons v Leipzig Tottenham. Dean Howson, ki je najdražji prestop tega poletja v Španiji, je cenejši kot 10. transfer v Premier ligi, se pravi gre za par milijonov evrov razlike, da ne govorimo o teh drugih ligah, ki so masovno zaostale, ne. In tukaj vidiš, da je mogoče celo na nek način ratal večji statusni simbol za igralca, če igra Premier ligo kot ligo prvakov, ne. In zdaj se lahko že pogovarjamo o tem, kjer je dejansko največje tekmovanje na svetu. Pa dobro, spet bo izpadlo, da jaz to favoriziram, ker pač imam rad angleški fuzbal, sploh ne gre za to. Gre samo za to, da je to recimo nekdo kot Milosavljević bo raje prestopil, zdaj govorimo v Bournemouth, kot pa v nek klub iz, recimo, ne vem, lani Bologno, ki je igrala prvo ligo prvakov. Zakaj bi šel v Bologno igrati eno sezono v ligo prvakov, če greš lahko v Premier ligo, denar je krat ne vem koliko, pa v drugi strani tebi je važno, da si tam v tem mlinu, ker stokrat se bomo zagotovo še dotaknili Benjamina Šeška, ne. Ampak jaz vedno pravim, težko je v to ligo prideti, ampak še teže v njej obstati, ne. In to je zdaj naslednji korak pri teh igralcih, ki so v ligo prišli, zdaj pa treba v tej ligi se dokazati, v njej preživeti in v njej funkcionirati, ne. In vidimo, da je to zelo, zelo hiter izpadeš, obupajo nad tabo, glede na to, kako se ta Sem spet odvisno, kje si, ne. Če si pri Bournemouthu, recimo, je več potrpljenja, več časa. Pa več možnosti imaš, da še en prestop znotraj lige narediš, ampak Manchester United pa recimo tu za Šeška, se smo videli, takoj se je začel. Pač odvisno čist, se mi zdi, v katerem delu lestvice, dajmo tako rečeno, ali pa kakšen klub je, ne, ja, seveda, ja. Pridemo še do Benja. Jan, ti si od blizu spremljal enega igralca, ki je tekom Evropskega prvenstva v 21 nama s Tinetom, se sploh nema za kva, postal tako drag, kot nama je. Voltemade. Za njegova PR služba zdaj. Ja, ko da ima procent od njegovega prestopa. Kako si ga ti videl, spoznal in misliš, da bo imel tudi on takšne težave z prilagajanjem iz nemškega na angleški fuzbal? Zdaj, v fuzbalu itak obstajajo te nepisane neke zakonitosti, ki pač po mojem mnenju, če se jih držiš, ti slejko prej vrne. In mene je najbolj na tem Euro impresioniralo to, ker recimo Šeška ni bilo v slovenski reprezentanci, Vipotnika ni bilo v slovenski reprezentanci, on je igral pa 4-5 dni pred začetkom Euro 21 na finalnem turnirju Lige narodov za nemško prvo reprezentanco. Mislim, da je imel statistiko podobno ali celo boljšo kot Šeško v Bundesligi, igral je Ligo prvakov s Stuttgartom, torej ne more noben nikakor govoriti o tem, da je imel manj naporno sezono od kogarkoli, pa ne govorim zato sem zaradi Češka, ampak kogarkoli, ki je bil recimo eligible tudi pri drugih reprezentancah, pustimo zdaj Slovenijo. In je prišel na lastno željo, to je selektor Razdrh pač povedal, da se je pogovarjal s temi ljudmi iz nemške reprezentance in da je dečko sam rekel pač, da bi rad prišel na Euro 21 in da hoče igrati. In prišel z avtom, ne? Ja. Lagan, najbolj na svetu, najbolj zanimiva debata, ki mi je v zvezi z njim ostala,
po tekmi Slovenija-Nemčija, kjer je on dal, kaj dal? Je dal hat-trick? Hat-trick je dal, ne? In se pogovarjamo z enim novinarskim kolegom z Popa in rečem, stari, mene on ni niti mal impresioniral ničemer, kak je dal on 3 gole, pa je rekel on vrhunsko, pa je rekel, a ni zanimivo, da vedno te najboljši igralci kao nič, pač se ti zdi, da nič ne pokaže, a vedno da 3 komade. Ja, zakaj misliš, da je on tam, kjer je? Pač, zakaj je on vedno tam, ko je treba gol dati, ne? To so te kvalitete, ki ti mogoče sploh ne padejo v oči, oziroma vsaj meni proti Sloveniji, meni se ni zdelo, da bi on karkoli tehnično bil superiorno od kogarkoli, če bi ga primerjal, ne vem, s Svitom Seštarjem. Meni je deloval on čist podoben igralec po znanju, ampak zakaj je on vedno, ker ima nekaj več za to, da je na tistem mestu, ne? Drugač pa visok, močen na ogrevanje, mislim, na ogled terena pride pa v papučah, pa z oknih, pa slušalke, pa zgleda, kot da se mu živeti ne ljubi. Ukrivljen cel. To je kvaliteta. Ja, mi smo ga gledali, smo ga res, ko je prihajal iz tunela in on sam čakal, da se raztegne, pa da zazeha, pa da se sezuje, pa se uleže lepo na travo. Res, tako da se mu nič ne da, ampak se pravi, ne bi rekel, da po čemerkoli stopa, sam vse statistika kaže vseeno. Meni res ni takrat tako padel oči, ampak pol se sprašuješ, odkot te 3 goli, mater, če človek se ni pretegnil, razumeš. Ampak ja, drugač. V finalu je bila ena taka zanimiva zgodba njegove vrednosti, ker v bistvu imel v finalu prvo tekmo, ki je odigral slabo, ne. In do tistega trenutka je svojo Nemčijo pripeljal v finale. V finalu mu ni šlo vse, kot si je zamislil, in je Nemčija bila tako ful slabša, pač nerealno, kakšen vpliv ima na svojo ekipo Voltemade. Izgledal je fizično dominanten, na kljub temu, da je tako, kada je res članski igralec prišel igrati ta fuzbal. Zato mene zanima, kako bo izgledal v Premier Ligi, ker tam so pač neki drugi fantje v zadnjih linijah. Mi je pa zanimiva zgodba ta, naprimer, on je bil najboljši strelec prvenstva, ni bil pa najboljši igralec, ne. Bil je Harvey Elliott, vemo, da v 21 najboljši igralci so vedno naredili neke fantastične karijere. Elliott pa nekako prišel potem ta Liverpool in ni se našel, zgubil se in zdaj, evo, isto, ko smo pri zadnjih dnevih prestopnega roka, se je uspel rešiti tega klavrne sezone, ki je bila pred njim in prestopil v Aston Villo, ampak mislim, da ta Liverpool trenutno tašna zasedba, da za najboljšega igralca v 21 turnirja ni mesta. Ni prostora, jasno, pa to so že fanti, ki so 23 let stari, ne, več ali manj, tako da itak so že oni resni profesionalni igralci. In zanimivo, takrat so se v tem finalu tega Eura ali pa pred finalom pogovarjala, kdo je zdaj najboljši igralec prvenstva, Voltemade ali Elliott. V bistvu je bila samo še ta dilema, ne, in pa so se nekako ujela v tem, da Unka bo osvojil turnir, bo imel tudi najboljšega igralca. In zdaj smo, 2 meseca kasneje po tem, CCA, in se pa lahko pogovarjaš, kdo od te dveh bo imel boljšo sezono v Premier Ligi, ne. Ta je sicer nov, ampak je prišel za rekordno cifro Newcastle. Elliott, to ni bil niti približno tak prestop, ne, se pravi, v bistvu tudi to, da si bil ti uradno najboljši igralec tega turnirja in da si popeljal svojo ekipo do naslova, ni pomagal, da te to v bistvu postal prek Voltemadeja kot tržno zanimivega igralca, ne. In prišli smo do tega, da valjda ljudje oziroma vrhunski klubi ne bazirajo več svojih mnenj na podlagi enega odigranega turnirja, ne. To velja tudi za svetovna prvenstva in evropska prvenstva. Dogajajo se sicer mogoče še iz kakšnih teh manjših reprezentanc, da se kaj takega najde in opazi na takih turnirjih, ampak dejansko te klubi imajo toliko informacij, ko poslušaš tudi recimo te kakšne ljudi, ki so vpleteni v te transferje, kako zadnjič sem poslušal nek podcast, ki je bil ta najmočnejši srbski menedžer, ki je tudi tega Tamaga Maksimoviča zastopil iz Zvezde, in on je rekel, da ti ne moreš verjeti, kakšno predstavitev ti naredi en Liverpool, ki pride po tvojega igralca. Kaj oni vse njema ga poznajo od 14 leta, vse njegove probleme, vse njegove pluse, vse ti razložijo, kje bi mogel biti boljši, kaj bo delal z njim, da bo boljši. In to je šlo zdaj v tako industrijo, da tle nekih presenečenj se več ne dopuščajo v tem smislu, a po drugi strani se pogovarjamo, ne, da je ta prestopni rok v teh zadnjih dneh toliko podivja, ker eni imajo potrebe, da pripeljejo igralce, eni imajo potrebe, da se igralce vznebijo, in če se to vleče do zadnjega dneva 2, pol ali cene letijo v nebo za te, ki so obupani in rabijo igralce, ali pa padajo za te igralce, ki jih klubi hočejo se znebiti, ne. In če ti gledaš recimo
dva taka zanimiva primera mi zdaj padeta na pamet, pa bomo mi zdaj to malo bolj strukturirano se lotili, mogoče, ampak en primer, recimo prestop Donnarume v Manchester City na zadnji dan prestopnega roka za 25 milijonov je pač smešna cena na trgu za golmana, ki je mogoče, če baziramo na lanski sezoni, bil najboljši na svetu. In je, da se neke take anomalije na trgu pojavilo, je pač posledica tega, kako trg podivja v zadnjih dneh. Druga stvar je pa recimo, če se mi pogovarjamo o tem prestopu, v katerem smo se največ pogovarjali cel mesec, Benjamina Šeška v Manchester United. United je na začetku prestopnega roka hotel Liama Delapa, ne? Se pravi, ti ne moreš govoriti, da je bil Šeško njihova neka glavna ciljna tarča, ampak je pač priložnost na trgu se pojavi predvsem zato, ker v štartu prestopnega roka se niti ni zdelo možno, da bo Šeško šel sploh v klub kot je United, ne? Ampak so bili neki drugi klubi, ala Arsenal, ala tudi Chelsea, ki igrajo v Ligo prvakov, ki so v tem trenutku mogoče bolj privlačne destinacije in na koncu se tako obrne, da ta Šeško se v teh klubih, se odloča te klubi za druge igralce, se ta prestop ne izpelje in podpade na neko trepco opcijo in to in za igralca in za klub. Tako da neke zelo egzaktne plane delati, da boš ti rekel 1.6., 1.7. vem, to pa to rabim, to pa to dobim, super, ne. Ti se skozi plot odločaš v končni fazi, še zadnji primer, ki ga dam, primer prestopa Ezeja v Arsenal, na v Tottenhamu v zadnjih sekundah, je posledica samo tega, da se je Kai Havertz poškodoval, ne. Se pravi, Eze 14 dni nazaj, Arsenal ga je že lahko gotivil, ne? Samo oni ga niso rabili. In ko se pa pojavila potreba, skočijo not, valjda so boljša destinacija kot Tottenham v tem trenutku, čeprav bo igrala Liga prvakov, ampak ne moramo primerjati in evo, in se vse spel. A si ti ne znaš predstavljati oziroma se znaš poistovetiti situacijo, da si igralec, ki zaštartov novo sezono, z ekipi, ki si že toliko in toliko časa, imaš neke plane za tekočo sezono in potem se na zadnji dan prestopnega roka znajdeš v nekem vrtiljaku prestopnih opcij in ne veš, kaj se bo zgodilo s tabo, s tvojo prihodnostjo, kar naenkrat si postavljen v čiste vržejo iz tvoje komfort cone, da boš čez noč lahko začel biti primoran, začeti živeti neko novo življenje. Jaz govorim iz sebe, ker jaz si tega ne predstavljam. Pač, ko se nekje ustališ, se počutiš ok in pol te spremembe nenadne, meni je to bilo full stres in da do zadnjega čakaš do polnoči, da se boš mogel iti na drugo stran Evrope ali ne, mene bi to zabilo. In pol niti ne greš, ker imaš reprezentančno pauzo in pol spoznaš šele čez 10 dni svoje igralce, mislim, grozno. To je, recimo, dobro si začel, ampak recimo to je bila zdaj situacija z golmani v angleški ligi, je bila tako, recimo, zdaj če pogledaš, vemo, kako je Unitedu situacija, pa se je zdaj zadnji dan prestopnega roka, unedva tudi nista vedela, kdo je prvi, kdo je drugi. Ne ve, bo Onana, bo šel, ne bo šel. Pa si imel zdaj v Cityju isto, Trafford pripeljan kot da bo zdaj prvi golman, zadnji dan prestopnega roka, vemo, da zdaj pač vemo, kdo je prvi golman, ne, in pač spet tudi njegov v kožo ni dober, ne, on je verjetno prišel, da ok, se mogoče imel v podi, mogoče bo res še koga pripeljan, ampak vsem, štartaš sezono, misliš, da si prvi golman, potem se ti kar naenkrat ne moreš nikamor. Emi Martinez isto. Isto je bilo igra, tudi ko sem bral malo, je bil praktično res je hotel recimo v United, so se tudi Lisandro Martinez pa te, ki so se za njega postavili, da bi zadeval. Tako da pa je na koncu stal brez. Ne? In ni, jaz mislim, da ni ok. Pač to je danes je to posel. Težko je, če si prvi golman, dokler še traja prestopni rok, ne? Ja. Hiter lahko, nisi več toliko siguren. Ja, in je pol hiter se te zamenja, ampak ok, tle nisi sam golmanja, ne, ampak pa je pa danes vse javno, ne, prej se mi zdi včasih je bilo bolj, so bile tudi te igrce, kot so bilo za Isaka, pač izseljevanje, jaz ne bom več to pa, ampak se je to malo bolj za zaprtimi vrati. Ampak veš, to so vsem predvidljivi prestopi, ne, a veš, ti imaš pa pol neki, ne vem, v zadnjih urah ti želiš, v zadnjih dneh želiš nekaj speljati in si ti del paketa nekega prestopa in hočeš, nočeš, ne vem, te porinejo tja in tebi se vse začenja
Seveda, na novo. Ja. A veš, Recimo, Gremo to na ameriški sistem, gremo ne? Na ameriški trade, damo vam še te dva igralca, ja boste to, bam. Se mi zdi, da gre bolj pele v to. Povejo, sorry, ti greš, pakuje. Ampak recimo, kako to ima recimo v Ameriki že nekaj, v vseh športih, ne? Tam si res roba, tako da bi sem zdaj te pive, bam, pošljamo te. To so že fanti navajeni, ne vem, jaz kogarkoli sem se pogovarjal, sploh ta slovenska liga, pač, ne vem, pa se zdaj primer Tamar Svetlin, ki je šel zdaj na Poljsko, pač veš, jaz sem rekel, smo se pogovarjali prednje šel, pa sem rekel, pa meni bi se zmešal, da jaz vsak dan razmišljam o tem, kaj bo zdaj, a bo, kdaj bo, koliko bo, a se moram pripraviti, kam moram iti, a bom šel sem, a grem tja, pa meni bi se odpeljali, pa kje, da jaz razmišljam, pa da se začne prestopni rok, kdaj se začne prestopni rok, junija, kdaj, julija, nimam pojma. V glavnem, veš, da se začne, pa da jaz do konca avgusta razmišljam samo o tem, pa mogoče pa bo, kaj pa če bo, pa te kliče, imam to, imamo, pa kje, pa pakuj, da te ne čujem, pokliče, bo, da spakiram, adijo, da sploh ne razmišljam. Ker je drugačno in sediš, veš, koliko Svetlin, končaš sezono, zaključiš neko zgodbo, in si pripravljen na nekaj novega. Ali boš začel tam, kjer si končal, ali boš začel nekaj čist novega. Veš, problem Dobre, ja, razumem, kaj hočeš povedati, da je ad hoc, da se pač takoj zgodi, ampak ne vem, kaj bo Mark za Bukovnik. Imaš pa dan deal na Portugalsko za milijon, ali pa Karničnik isto. Grozno. To je še hujš men, da si pa že v bistvu ti, da ni problem v drugih potem, da bi kaj v vodo padlo, ne. Ampak da se pol tebi nekaj zgodi, ne, to je, ampak dobro. Še tudi zanimivo rekel Arne Slot, takrat, ko je prišel v Liverpool, dal enega prvih intervjujev po 14 dneh, 3 tednih, pa so ga vprašali, kaj je najtežja stvar, ki se vam je zgodila zdaj v teh 3 tednih tega prevajanja. Pa to je rekel, najbolj zahtevno je to, da moram jaz cel dan govoriti angleško, ne, pa človek govori dobro angleško vse, ne, sem seveda, ti moraš funkcionirati v drugem jeziku, familije še nimaš s sabo, ne, tako ko si šel ti, tako ko smo se pogajali v Grčijo čez noč, razumeš, to ni samo to, da ti, ki prideš jutri treniraš, super igramo, kje ti moraš najti hišo, ti se moraš pogovarjati 100 milijardov folka, kje boš jedel, kje šte cuna, to treba živeti, ne, in to je, trening je sam, dve ure. Ampak recimo, da imaš še družino, je to še huj. Ja, absolutno. Pa recimo, pač v primeru, ne vem, da ima kakšni, ne vem, starejši igralci, imaš ti še otroke, ki niso sam tam v temu, v vrtcu, ampak imaš kakšno šolo obvezno. To je, pač, se ima denar vse, na koncu ljudje, ki ponovadi prvo reče, vse ima denar, se bo vse rešil. Ni glih tako, pač, to so življenja v igri, ne, to ni tako enostavno, ne, ni zdaj kao, tukaj zaprem knjigo, grem novo odpreti. Daleč od tega, če se ti pa zgodi, kot je rekel Denis, vse skup v enem dnevu, v 2, oziroma da se ti to poruši, da kar naenkrat klub se odloči tako, pa še to hujš, ne. No, vse to se je zgodilo recimo Jaki Biolo na nek način, ne. On se je poročil letos poleti in je šel na Sejšele na pač dopust med ene tedne, karkoli. Pride deal z Licom in je letel iz dopusta, podpisati se, pa sta šla z soprogo podpisati se, ne vem kaj, itak vse medijske aktivnosti, bla, bla, nazaj na dopust in potem smo se pogovarjala, mislim, da dan ali dva pred prvo tekmo Lica v novi sezoni, ker on pač ni smel nastopiti in je rekel, da sta glih našla domovanje. Torej, to je obdobje od, kdaj on podpisal, julija? Na začetku prestopnega roka je podpisal in on se je preselil 2 ali pa 3 dni pred prvo tekmo nove sezone. Pa je to veliko bolj organizirano okolje, pa je tudi on že bil prej v tujini, ni zato, da bi on iz slovenske lige prestopil. Pa je bilo dovolj časa, pa vse en rabiš, ne, da se pač prilagodiš. Smo že glih pri njemu, ne. Kaj pa to pravilo, ne, da on je dobil rdeč karton, zadnjo katastrofo. Zdaj pogledaj, kako lahko to na njegovo kariero tukaj lahko vpliva, ne. In na nek način zdaj že vpliva in on je bil pripeljan verjetno, da bo štoper, ki bo igral prvi nesterici. Tako je izgledal na papirju, ok, ne vem točno, ampak zdaj se obrne tako, prvo tekmo so oni dobili, vam, trener ni tako in zdaj, ampak pravilno ne razumem, zdaj ne vem, kako je on dobil rdeč karton, a je drugi rumen karton, pa je dobil rdeč karton. Mislim, da on dobil 2 rumena. Ne vem, ampak recimo, če je tako, jaz ne razumem, ti greš v drugo državo. Pa konec sezone, novo sezono, zdaj, če bi bil to štart za zapor, razumem. Še to ne, pač mora biti pravilo neko, da ti prestopaš, ker dejansko to lahko vpliva na tvojo kariero. Na tvojo kariero, na kariero, ne samo na sezono, na kariero. Tu, ko ti v Avstriji narediš prometni prekršek, pa dobiš kazen.
Razumeš, jaz mislim, da je to logično. Zdaj, kaj bo, ti boš imel ta rdeč karton, sam če se boš zdaj vrnil v Italijo. Ti moraš pač to odslužiti tako ali pa drugačne. In zdaj tako, Ja, Vokič bo mogoče tako odnesel. Dejan Vokič bo mogoče tako odnesel. Dobro, to je spet malo drugačen primer, ampak a veš, jaz mislim, da nažalost je to logično, ker pač vse lige delujejo pod neko krovno marelo, ne. In zdaj načeloma bi ti lahko drugač dobil, suspenz nekje 7 mesecev, pa bi šel v drugo državo, pa bi lahko igral, ne. Dobro, ne, ampak to je glih druga stvar, kar je zdaj on povedal, ne. Vem, jaz razumem poanto. Dobro si razložil svoj argument, ampak meni se zdi nesmiseln, kljub vsemu. Ne moramo zdaj glih primerjati prometne nesreče pa rdeče kartona, ampak hočem reči, Če ni bil to, dobivam te kazni iz Avstrije pa Italije. Pa skozi ta dilema. To so sladke brige po svoje, da si veliko okol, ne. Ti nisi videl, kakšne kazni to so, veš. Ne, hotel sam reči, če ni zdaj tako je rekel, ne, to je res nek brutalen štart, da 2 rumena kartona ti preneseš v novo sezono, v novo ligo. Meni se zdi bizarno, no. Če bi on ostal v Dinezeju, se mi o tem sploh ne bi pogovarjali. Ker je bil zagarantiran, tako pa zdaj tukaj porušil začetek sezone. Tako, tle pa prvo tekmo ne smeš igrati, ti premagaš Everton. Drugo tekmo normalno ne začneš, ker si premagal, ker si prvo zmagal. Tretjo tekmo igraš pokalno, kjer dobiš normalno priložnost in izpadeš. Sam čaki, no, če kihneš 5-0 od Arsenala, koliko je bilo, valjda bi ga ladal pol do prvenstva, kako igrati, ne. Jaz sem velik advokat, Jake Viola. Tako sta vija zavolite made, jaz bom do konca izkazal proti. Sej to, veš kaj, če pa ti zdaj zaradi ene tekme, ki nisi mogel štartati, misliš, da se ti karijera nekje ne bo pa to. Po drugi strani marsikaj to povleče s sabo. Včeraj smo se recimo na zboru reprezentance, glih o tem je tudi Vanja Drkošič govoril. On je celo življenje navajen, da je igral v prvi postavi, ne? Bolj ali manj, kjerkoli je bil, ali je bil v CSKA, ali je bil prej ali je bil pol v Dinezeju, karkoli je bil, ne? Zdaj ti kar naenkrat priješ na najpomembnejši zbor reprezentance v zadnjem letu od Eura, pa priješ pač z odigranimi, 60, eno tekmo, je bila sploh cela odigrana, je, ne? Ja, penali so dobili. Z eno odigrano tekmo v pokalu proti nižji ligaš. In zdaj to lahko vpliva tudi na našo reprezentanco, upamo, valjda, da ne bo, valjda je dovolj stabilen, dovolj izkušen, ampak čisto lahko bi se zgodil kaj takega. Isto, če tako gledaš, mi imamo razen Oblaka 2 najbolj ključna igralca na igrišču, ki ne igrata redno, ne? Ampak mene, koliko sem že v naših studijskih oddajah dejal, mene za Jako ne skrbi sploh. Pa mene tudi ne, seveda ne bo pomote, za nobenega od njih prestabilen je, preizkušen, ga pizdi ta situacija normalno, ampak sem pripričan, da Jaka bo to znal obrniti sebi v prid, da ko bo pa dal priložnost, bo pa nekoga, bo pa pokazal, to je jasno, pa ker naenkrat smo presenečeni, da je možno sploh, da nekdo, ki ti prepeleš, pa daš veliko denarja za njega, smo bili vsi, jaz sem bil za njega bolj prepričan, da bo začenil kot za Šeška, recimo. Je pa res, da pač konkurenca tam je takšna, da so to vsi igralci okoli njega tudi prišli, ali že dokazani igralci v klubu, ali so pa to tudi igralci, ki so prišli za nek resen denar. Konkurenca je pač taka, da kot ste rekli, če bi se pogovarjali v Dinezeju, se sploh ne bi pogovarjali, ne. Da si pa zdaj v nekem novem, bistveno bolj tekmovalnem okolju. Vemo, kaj je bila tudi dilema glede Biola skozi, če smo realni, kar se tiče angleškega fuzbola. Se pravi, manjko hitrosti, ne. In to, zdaj ti tudi igralca seveda vse pregledaš, ampak kaj ti enkrat dobiš k sebi, ne, jaz mislim, da pač oni so že zavedali se pač te pomanjkljivosti njegove, zagotovo, ne, ampak zdaj boš ti z Jako Biolom igral visoko linijo. itd. Ne. Ta liga, če lahko igra Romero v Tottenhamu, lahko Jaka igra gol, pa da samo Vandevena zraven. Ima zraven, formula zraven. In je to zelo, najbolj reprezentativen podatek tega je, ne, koliko je ta liga drugačna, kot so druge. Ne. Ok, pustimo Šeška, ne, ki je spet stotič ga menjam, ampak menjava Florijana Virca na zadnji tekmi proti Arsenalu, Liverpool Arsenal, in so vprašali Slota glede tega, ne, ker je bil pač vidno, da nekaj ni v redu. Za kakšno poškodbo je Gregor rekel, ne gre za poškodbo. Gre sam welcome to the Premier League. Ne. Zakaj? Zato, ker je rekel, tip ima krče tam, kjer ni mislil, da imaš lahko krče. Ne.
intenzivnost je taka in on je človek, ki je prišel in zdaj lahko pridemo malo v to, kaj mislimo, kdo bo uspešen produkt tega. Človek je prišel v ligo in igral najprej proti, če gledamo sam ligaške tekme, Bournemouthu, ki je med najbolj intenzivnimi, če ne najbolj intenzivna ekipa lige, šel v Newcastle, kjer je bila vojna in zdaj igral z Arsenalom, ki vemo, kakšno kvaliteto ima. In zdaj, valjda se mi po 3 tekmah pogovarjamo, v kaj so pa oni plačali tega Virca, ne, za tak denar. Ampak to je, realnost je pa taka, ne, da je on prišel v neko novo realnost, ki od njega zahteva nekaj čisto drugačne stvari. Ne. Sam se to je pri vseh preskokih nivoja tako, se spomnite, mogoče se bi ta najbolj želela, ko je Zaho rekel, ko je bil v Mariboru, da je točno vedel, kjer igralec bo poškodovan po 2 tednih priprav. Ker je takoj vedel, da iz kjerega nivoja prihaja, da to, kar je zahteval takratni Maribor, ki je igral na 3 frontah, da pač tega ne more zdržati telo, če prije iz njega druga. In to je pač verjetno pri vsaki menjavi okolja na višji stopni je pol tako. Ampak ne bi si mislil, da je pa iz ene Bundeslige v Premier Ligo tak Ekitike izjava prva tekma, po prvi tekmi, rekel sem, smo 6 minut, sem čutil krče. No in to je tudi zelo odgovoril, ne, zato ker oni so relativno veliki igralcev pripeljali, Kerkez ne, ampak ostale te svoje velike okrepitve več ali manj pripeljali iz tujine, ne, se pravi ne iz Anglije, in on je skozi govoril, jaz bom te fante po 2 mesecih vprašal, ne. Nekateri niso bili navajeni igrati 2 tekem na teden, dobro tega še ni, ne, in niso bili navajeni te intenzivnosti, ki jo ta liga zahteva. Recimo enkrat sem poslušal nekaj, je Gary Neville rekel, Patrice Evra, ne, ki je pač se na koncu razvil legendo Manchester United in vse, on je rekel, on pride, prva tekma mislim, da je proti Cityju, da je po tekmi samo rekel, brate, šta je ovo? Da ti si lahko igral za to, neki resen fuzbol, pa prideš pa te to zadane k tornado, ne, pol je pa pač zgodba malo drugačna. Ne. Pa to je človek rekel, ki ima pljuča ogromno. Ne. Tako da. Bek, ki je lahko precej ponavljal. Tako da ja, veliko je teh dilem, kdo bo uspel, kdo ne bo uspel, ne, to je. Pa da slišimo vaše napovedi za sezono, ki nas čaka. Zanima me, kdo je po vašem mnenju bil kdo je izpeljal najboljši prestopni rok, kateri klub je izpeljal najslabšega, kateri igralec bo hit, v smislu, kateri je zdaj prestopil, in kateri bo flop, kateri bo razočaranje. Moraš imeti šolo narejeno, da si vse zapomniš, kaj si zdaj naštel. Sej, Luki, boš dobil plonkce vmes. Se bomo začeli s prvo pa šli čez ADN. Ja. Tine, kdo je zate najboljši prestopni rok? Dober prestopni rok prav. Zdaj, mi smo se malo o tem pogovarjali prej in če ne skačemo čisto na neke zelo očitne variante, se pravi, če pustimo debati, da gre malo svojo smer, bi jaz izpostavil Dinamo Zagreb kot za moje pojme zelo dober prestopni rok. Glede na okoliščine, v katerih jih je Dinamo Zagreb delal, se pravi kompletna menjava dejansko usmeritve kadrovske strukture, te senatorji teh velikih uspehov v zadnjem času, vemo zgodbo z Brunom Petkovičem, ki je bila zelo izpostavljena javno in specifična. In jaz, kar sem videl Dinama v tej sezoni, jaz moram reči, da pa ni za rezultat neki, vidim, da so tu z Varaždinom kiksnali zdaj ta vikend in to, ampak da je to najbolj moderna ekipa v smislu karakteristik igralcev, kar sem jih videl na Balkanu v teh zadnjih, recimo modernih nogometnih časih, da so to neki trendi, ki jih fuzbal današnjega časa zahteva. In da je to cenejša ekipa, kot je bila prej, ampak jaz mislim, da je ekipa, ki je lahko dolgoročno rušilni stroj na tem področju. Pa tudi Marija Kovačeviča so izredno pohvalili, pač že pred začetkom sezone je bilo jasno, da tudi malo out of the box izbira trenerja na neki način. Ja, imeli so veliko drugih opcij. Ne. In tudi oni so zdaj hrvaške trenerje, ne, kar se v Sloveniji praktično... Kar ga Hajduk ni, recimo. Tako, in tudi v Sloveniji, pa tudi Rijeka ga zdaj, ne bo. Kaže, ne bo. In v Sloveniji si praktično sploh ne predstavljamo več, da skoraj Slovenc dobi, Boštjan Cesar, izjema, ki potrebuje pravilo, da slovenski trener, pa govorimo o teh 3 recimo najmočnejših klubih, da bi prevzel. Tako da, to je moja out of the box izbira. Za top Tottenham, delal sem prvi 2 tekmi v novi sezoni in nimam pojma, kaj se je dogajalo proti Bournemouthu in mi ni nikakor... Dobro, da nisi videl tega. Ni mi jasno, kako je to možno, glede na to, kar sem videl v prvih 2 tekmah, ker so
Jaz mislim, da plus super pokal, ne? ja, do konca tekme. Kredibilna predstava. Ja. In, Glede na nasprotnika. ampak za moje pojme njihova največja krepitev je Thomas Frank gladko. On je bil meni pri Brentfordu že blazno všeč. Zdaj, kar pa dela tu, kar je, zdaj, jaz govorim tukaj zdaj samo res o prvih dveh tekmah, ker te tretje nisem videl. Valjda ne more biti to od enkrat ekipa, ki je bila lani se borila malte ne za obstanek, zdaj bi pa Lakeru bojo za naslov. Jaz mislim, da se bojo borili za Evropo na koncu, ampak so zelo všečni. Kudus brutalno je odigral, že itak pri West Hamu je pokazal, česa je sposoben, ampak zdaj tukaj top. Richarlison je bil, pač je bil odpisan, No človek. na koncu se mu je poklopil, dal je škarice za 2-0, pa dal je za 1-0 skoraj isti gol v prvem krogu. Bil je totalno razjeban, ker ga je menil, ker ni mogel dati hat-tricka v prvem krogu proti Burnleyju, totalno, ampak vse to Frank se mi zdi, da absorbira, da to požre. Tudi Palinja se mi zdi v vezni liniji dobra rešitev. Imajo dva para zadnjih veznih, ker ima še zadnji Bergwall pa Greja, ki jih skozi lahko rotirajo, in to je povedal Frank, ker sta začela Bergwall pa Grej prvi krog. Drugi krog sta začela Palinja pa ne bom se spomnil, v glavnem, dva para zadnjih vezni imajo in je rekel, ni problem v tem, kako sta odigrala Bergwall pa Grej, problem je zadeva v tem, tako Bentancur, zadeva v tem, kako se bomo mi lotevali nasprotnika. In oni so Manchester City opustili žogo v prvem polčasu, potem so jih pa spetardirali ob koncu prvega polčasa gladko in pol zelo mirno nadzorovali vse, kar se je dogajalo, tako da. Pa tudi ta podpis Franka prekinitve, pa to že na prvi tekmi super pokala. Ja. Kako so bili iz prekinitev dal nevarni bili. Razen tvoj Vikarjo, ko bo Arsenal vrtel kote proti njemu noter. Ja, bo to pa pa še Vikarjo bolj zgleda, moram ti reči. Vikarjo ne zgleda slabo. Vidi se, da so očitno tudi tle naredili. Vemo, da kaj je on delal tam v prvih sekundah tekem z Brentfordom, ki so daje gole ne vem koliko časa zapored. Pa te štiri napadalci, ne? Oni so uspeli zamenjati tudi to, da je Brennan Johnson lani igral skozi desno in se je zdaj pač šel na levo stran, se je pregledal, tako je dal gol v prvem krogu za 3-0 in dal Kudusu mesto na desni strani. Torej, oni so znali tudi to, sej verjamem, da to za Wingerja ni tak problem, ampak vseeno, če greš ti na nasprotno stran, lani si igral skozi po desni, zdaj se pač moraš prilagoditi prišleku, ne. Očitno zna to ta človek skomunicirati oziroma jih zna prepričati. Bolj lahko igra z dvemi napadalci. Kak? Bolj lahko igra z dvemi napadalci. Pa ne vidim smisla, zakaj bi mogel. Richarlison, Solanke, Tel, Kolomoni. Po mojem, da ne, ker ti moraš razumeti, da bo po mojem Simons igral 100%, ne? Ja. Ker to je zdaj največja stvar po mojem prestopnega roka. Ne? Ja, jaz sem to zdaj v bistvu spustil, kaj so vse še oni pripravili. Jaz sem sam govoril o tem, kar smo videli zaenkrat, pa še zdaj to zgleda dobro. Torej, Rabo so neko, še mislim, da neko kreativno zgor, Ja. ne? In tole, kako so popolnili to, zanimivo. S tem, da se strinjam z Lukijem 100%, da je Frank ekstra trener in da je tudi mogoče potrditev tega, da kar je skozi dilema v angleški ligi, zakaj nekdo kot Frank, nekdo kot Marko Silva, nekdo kot te, ki v temu srednjem rangu to tako dobro vodijo, ni recimo tako dolg dobu službe, ne? Zakaj United izbere Amorima namesto teh, ne? In skozi je neka ta dilema. Ena Frank tam je zdaj neka, seveda imamo zelo mehen vzorec tega, na čemer lahko baziramo, ampak v končni fazi Tottenham zgleda bistveno bolj resna ekipa, kot v lanski sezoni, z vsem dolžnim spoštovanjem do bivšega trenerja, in tudi jaz mislim, da bo tle predvsem ta regeneracijsko-rehabilitacijski del baš ne bo funkcioniral in da to ne bodo poškodovani. Če bo to kolani, Romero, Van de Ven, Poro, out, to je pol... Zame je, moram reči, Miki Van de Ven, pa bom rekel, ajde, top 5 štoper na svetu. ampak on igra sam, jaz nisem mogel govoriti, prej smo se hecali glede Romera, ne. Ampak človek izgleda, da igra ne vem, veteran na premiership nivoju. Ne, res, in njega Van de Ven v prvih dveh krogih večkrat konkretno rešil, ker ta njegova počasnost, on to rešuje samo s favli in je parkrat visel, pa teh par potez okornih, to je slabo, res gleda slabo, ampak ima pa zadnji človeka, ki pa lahko očitno igra pač še za njega. Ne. Ja. Ned? No, prej smo se pogovarjali, glede na situacijo, pustimo zadnjo tekmo pred Liverpoolom, ampak pa tudi ne vem, kako bo na koncu, ampak glede kadra, kako so dopolnili zadeve Arsenal, ko smo gledali, ok, zdaj se je tudi Liverpool malo ukrepil, je ukrepil zadeve in ima zadevo celostno močno in po tej plati jaz mislim, da je še vedno glavni favorit, ampak iz vidika celotnega kadra in kaj
lahko ti zamenjaš, pa kljub tem poškodbam, zdaj, ki jih imajo. Jaz mislim, da se je Arsenal zelo lepo ukrepil. Dobro, zdaj bomo videli, kako bo z Jokeresom. Ko je bilo tako ta famozna Arabijo špica, zdaj bomo videli, če bojo komponirali noter, ampak ja, zdaj tudi Ezija, ki so pripeljali, imaš ti opciji pa Zubimendi v vezi. V glavnem celo širino, jaz mislim, da iz vidika tega klop, ki sem jo pogledal zdajle proti Liverpoolu, je bila ekstremno močna, ampak videli pa smo na koncu, zdajle so en kup kritik leti na Arteto spet, kakšen stil nogometa goji. To bi znal njih ubiti zdaj, ne? Zdaj pač ta medijski linč, ki ga imajo, ampak glede kvalitete ekipe imajo zelo, tudi konec koncev poškodbe, ki se vrstijo zdaj že kakšno leto in pol non-stop, je tudi vprašanje zdaj, zakaj do tega prihaja. To lahko rečemo na stav, ali ni, ali ta ritem, ne vem, to težko rečem, ampak se mi zdi, da gledano skozi prizmo ekipe, pa samega širine kadra, pa jaz mislim, da Arsenal je naredil dober del, nastavki so dobri, se pravim, proti Liverpoolu smo pa videli. Na koncu sicer tudi Liverpool ni blestev, da bomo rekel, ampak je odločil, na koncu so si zaslužili zmago. Mene prostane drugega, kot da izpostavim Liverpool, pač, če ima nekdo tak prestopni rok, če toliko potroši, kot je potrošil Liverpool, pol je to absolutno verjetno najboljši prestopni rok. Meni je samo žal, da se ni včeraj uspel izpeljati Guehi, da je ta prestop padel tik pred zdajci v vodo, ker ofenzivno so nenormalno dobro zapomnjeni, vzadej pa zna biti problem. Odpade Konate, Gomez sad ga ima, sad ga nema, Van Dijk, strojčina, vsakamo čast in tukaj Guehi bi tu bil wow. Ampak taka potrošnja prinese tudi ogromno pričakovanj. Še pa Soboslaj na štoperja pa bo. Soboslaj pa polivalenten igrač. Definicija polivalentnog igrača. Slabi prestopni roki, kdo se ni izkazal to poletje? No, se zdaj to mi napovedujemo, ne? Ni še dober prestopni rok. Ker si se dotaknil Liverpoola, bi izpostavil neko strinjam se to s tabo. Tudi v lanski sezoni je bil Liverpool napadalno toliko boljši od Arsenala, kot je bil mogoče Arsenal za odtenek boljši obrambno. Letos po teh spremembah se zdi, strinjam se z Nejcom, seveda Arsenal bolj kompleten kader. Res, da je Liverpool pripeljal več igralcev za prvih 11 kot Arsenal, tudi bistveno več prodal, se pravi neto prestopni rok je dejansko Liverpool manj zapravil glede na odhode kot Arsenal. Na drugi strani pa kaj je zanimivo, ne? Če gledamo ta famozni player power v fuzbalu zdaj, se pravi ti nezadovoljen igralca praktično več ne moreš zadržati. Alexander Isak je štrajku, se pravi od prvega dne, ni hotel igrati za Newcastle, in na koncu se to vlekel do zadnjega prestopnega roka, se prestop spelo, ker ni bilo logično, da se ne bi. Mark Guehi je bil fair, profič, ene stvari ni rekel in na koncu mu je prestop padel v vodo. Če bi on isto štrajk od prvega dneva, bi bil on zdaj igral s Liverpoola. Ne? In kaj ti to zdaj pove, kaj je v nogometu nagrajeno? Mangupi, pokvarenjaki, da. Luki, nadaljuje, kdo še? Ne, to sem prav, veš kaj fura, o tem, kar ti zdaj govoriš, sem jaz bral na morju v sportskih pred enim mesecem in je bil prav članek, kaj lahko klubi storijo, pač glede na to, da so zdaj kar naenkrat kao buntovnici, kao vsi igrači, ki nekaj hočejo, se zdaj samo uprejo in dobijo svoje. Ne? In bil pol seznam, jaz sem pozabil zdaj, kdo vse je bil na tem seznamu, prav teh najbolj znanih upornikov tega poletnega prestopnega roka. In pač dejstvo je, da so klubi, ki so bili prej v položaju, da so te igralce maltretirali na tak in drugačen način, so zdaj v položaju, kjer se njih maltretira s tem pač, da se vsi... Sam predsednika Nottinghama pa je. Ali pa to, ja. Mister Marinakis. Ja, perček. Sam intervju pa sam je I'm very thankful to Mr. Marinakis pa presran čist Gibbs White. In tu vidiš v bistvu novo krajino fuzbala, recimo Saudici, lastniki Newcastle, bi si mislil, da pač ga dorečeno serejo denar, se pravi Isaka lahko dajo eno vrečo, pa ga kamenjajo en let, vse nam je, plačevali te bomo, ampak to boš plačal, kar si nam naredil. Ampak dejansko so te restrikcije finančne take,
da pač oni si preprosto ne morejo privoščiti tega, da nek inat furajo, ne. Ampak ti si v bistvu Volte Madeja kupil že, ker si vedel, da boš to naredil, ne. Kester na koncu dobro so potegnali iz tega. Kar je bilo recimo še 3 tedne nazaj, ali pa to, ker so rekli, se je že zdel mogoče celo, ne da je bila realna opcija, ampak celo opcija, da se bo zgodilo to, kar si rekel, da ga bojo pustili in da bo gnil, ne. Ampak na koncu mislim, verjetno bi tudi on mogel pol začeti igrati, zato ker mi smo v letu svetovnega prvenstva. Kaj boš ti zdaj, karijera je kratka, ne? Ne samo to, ne to, kar si prej rekel, se je tukaj pol, Newcastle je veliko potegnil, ker prej rekel, ne, igralec, ki hoče iti, oziroma klub, ki se ga hoče znebiti, oni so še veliko denarja za njega dobili na koncu konca. In se od njega poslovili 37 besedami, ne, včeraj, ne. To je bilo zelo famozno v angleških medijih, ne, se pravi, igralec, ki je to dal, so oni sam napisali, Denis Šme je prestopil v Liverpool, igral je tle od leta 2023 in čau, a razumeš, lepih slov, a so se tudi do tebe na Twitterju poslavljali, ko si odhajal iz klubov? Ne. Z manj besed, po mojem. 37 je bilo še. Sam to, tam že navijači so tam fej zamerili, njemu za to njegovo početje. Ne, dobro, njemu so pol. Ampak kako mu gre na roko, ne? Zamerijo vse, kar reče. Kako mu gre na roko? 3 kola so mimo in on se je že rešil gostovanja, povratek na Sanchez Park. Ma se pride kata. Naslednje let se bo pa založil. Vse to spreko smo rekli, ne pisane nogometne, vse smo uvali, da smo vrnili. Ampak veš, kako bi bilo pa, če bi bilo pa to, kar smo se zdaj pogovarjamo, danes, včeraj se prestopni spelu, on je nazaj, on mora se reintegrirati, daš 5 golov, to je vse pozabljen. A razumeš, nogomet ima zelo kratkoročen spomin. In tudi, veš, ko ljudje rečejo, kako bo tega igrača sprejel nazaj v slačilnico, vidi, da sta bila v teh slačilnicah. Ma daj mi dobrega igrača nazaj, kaj me briga, če je hotel iti, razumeš, daj mi davam 5 golov, vsi smo prijatelji, ne. Tako da slabi prestopni roki, prosti, Denis. Ja, prosim. Jaz bom šel spet v nek, mogoče mal drugačen film, Bayer Leverkusen. Zelo težka situacija, se pravi, vemo, da so včeraj odpustili po 2 tekmah lige Erika ten Haga. To je top, ne pa flop. Ampak kaj bi rekel, ne? Se pravi, kar sem malo bral, odpustili so ga zato, ker oni pravijo, da se ni povezal z ekipo in da je bilo veliko nezadovoljstvo, nima veze, kaj res ne vemo, ampak izgleda, da je to. Ampak tudi problem tega, recimo, če generaliziramo, ne, problem tega, da ti odide nek toliko uspešen trener, kot je bil Alonso, ne, toliko priljubljen, taka persona, in seveda, ko se recimo izpoje neko to obdobje, se pravi, oni so bili nemški prvaki, lani tega seveda niso mogli braniti, ker v tej ligi rabaš 2 Leverkusena, da tekmujeta z enim Bayernom, in se pravi, igralci tudi Virc je šel, Frimpong je šel, Džaka je šel, itd., se pravi te, ki so bili res pomembni. In zdaj ti pripelješ novega trenerja, ki ni Alonso, pripelješ neke nove igralce, težko nadomestiš te, ki si jih zdaj imel, ne. In jaz ne vidim možnosti, da bi oni šli tako z razliko od tako, ne. Zelo legitimno. Luki? Jaz ne morem im svoje Crvene zvezde. Vem, da to naših poslušalcev in gledalcev sicer ne zanima preveč, ampak šli so na klasičnega Hajduka, pripeljali Marka Arnautoviča, ki je svoje odigral na top nivoju, ime je ogromno, voli zvezdo, odkrat zna za sebe. Zgodba s Sinišom Mihajlovićem, ki sicer jaz kar verjamem, ker je stavna dva sta imela pač res dober odnos in on je bil res emotiven pri teh zadevah. In pa klasična kolonija iz Združenih narodov, Babika, vse upam, da ne veste, o kom govorim, Bažo, v glavnem igralci, ki jih noben ne pozna in ki so bili prepeljani na podlagi nekih verjetno menedžerskih prič, denarji ogromni, to so vse igrači iz Bundeslige, iz Ligue 1, iz ne vem kje, ki pa pač tam ne morejo prosperirati, ker se ne zavedajo, kam so prišli. Škoda mi je Timija, iskreno, da je ostal, zato ker vem, da bi lahko bil na višjem nivoju, vsaj kar se lige tiče, in pol pride pač play-off za Ligo prvakov, kjer ti nisi navajen, da ti ne sodijo vse, kar hočeš, da ti sodijo, kjer si pač... To, kar nočeš, ti pač sodijo, tu če mislim, ne vprašaš. Pač ja, nisi glih v Bački Topoli, pa delaš, kar ti paše, in pač izpati iz Lige prvakov, kar je večji, za moje pojme, super tekmovalno, ker pač greš v Ligo Evropa, kjer se boš lahko ti dejansko boš lahko tekmoval. Še lažje boš prvak doma, veš, kad nimaš te lige. Ja, ne, ampak
pač lahko boš tekmoval, ampak oni štejejo tam samo obkljukanih 30 milijonov nagrade od UEFA, da lahko oni spet, da lahko malo zamuja spet plača, pa da lahko malo podajo premije, pa malo bolj dajo še plačo. Ampak totalno nasprotje Dinama, kvaliteta ni važna, važno, da se razmetava. Mi smo največji klub na Balkanu, mi imamo vse, me pa kot navijača Zvezde to blazno boli in vsako leto je hujš, bi rekel, da bo boljš, če se ti plasiraš v Ligo prvakov 4-krat v zadnjih 6 letih, ampak to je pač jama brez dna. Ovo je ovdje Balkan. Ne? Ja, če že recimo o slabem prestopnem roku lahko govorimo tudi o moji Olimpiji. Olimpija ni uspela, to se lahko že zdaj rečemo, nadomestiti recimo enega Ratnika. Pa recimo tudi konec koncev poškodbe Vidovška. Floruč sploh. To je, ampak to, kar so pa pripeljali, pa zdaj vidimo, da to ni plus, vemo za trenerja. S trenerjem so zdaj prvič recimo, da zgrešili po tistih recimo Rieri, Sanchezu, Zirkoviča so še imeli vmes, ampak Enriquez tudi. Enriquez, ampak recimo imeli so zdaj neke hite, neke to, ampak z njim niso tudi tale, kaj je Nizozemec, me ne prepriča, tudi ne vem, dajmo mu cajt, do zdaj me ni prepričal. Ni tak prevarant, ko si malo drugače, se mi zdi. Pustimo to, te detajle. Vendar lol vzdevk še zdaj enkrat ne velja. Tako da vemo tudi, kako je prišel sem, svašta se tudi tam, kaj je bilo na Nizozemskem, pustimo to, ampak Olimpija v tem momentu ne izgleda dober in pustimo, da je Celje, jaz mislim, da trenutno v Sloveniji ne stopničko, ampak 2, 3 pred vsemi. Ampak tudi Olimpijo jaz ne bi dal zdaj v sam vrh, oziroma mislim, da trenutno po kvaliteti, pa po samem tem, kaj zdaj kaže, jaz mislim, da tudi Maribor, jaz mislim, da če bo odvisno od trenerja, kakšnega trenerja bo izbrali, bi se znal na koncu sezone jih prehiteti, če se ne bojo oni kaj zrihtali. Pustimo, bomo videli, kaj bo s Kurtičem. To je spet eno vprašanje, v kakšnem stanju je. Top ali flop? Kaj? Top ali flop, Kurta? Ne more niti eno, niti drugo. Ne more niti eno, niti drugo, ne morem reči. Sivonja Vidmar. Zato, ker je pač tudi on je nek vprašanje, koliko je, v kakšnem stanju je. Ne vemo. Ni resnega nogometa, neki cajt je igral, v smislu že nekaj časa. Tako da, pa jaz mislim, da vse neko prinaša nekaj več v ekipo, ampak odvisno kakšno stanje bo. Tako da Olimpija definitivno po mojem zdajle, če bo na koncu, če bi zdajle končali, bi jo dal na 3. oziroma 4. mesto, če bi zdajle po kvaliteti oziroma po tem, kar kažejo zdajle. Jaz sem hotel samo to, edina stvar, jaz pa moram stopiti v bran Veljku Jelenkoviču, ker mislim, da z izjemo kardinalne napake proti Kajratu Pa bilo to v scenariju. je igral. To se nismo bili stari. To nisi prijavil te teme. Ne, samo to sem hotel reči, ker tudi Boromisa govori o tem, da je tudi Floruc rabil sezono pa pol, da se je prilagodil, tako hoče zdaj pač predstaviti za Mitrovskega, ampak meni je Jelenkovič od vseh okrepitev v bistvu še najhitreje se prilagodil, pa še najmanj, pač Ratnik je bil tak pomembni igralec, da kdorkoli bi prišel, bi ga težko nadomestil v popolnosti, tako, ampak se mi zdi, on se pa najhitreje vklopil. No, ampak se pa strinjam, je po mojem marsikaj do trenerja bilo. Ampak zdaj vidite tudi, koliko imaš. Toliko čez golmane zareči, veš, kaj pomeni dober golman, oziroma kaj pomeni, da imaš ti sigurnost neko zadevo v zadnji. Kaj to pomeni? To se zavedam še kako. Kaj zdaj vidimo tudi v Angliji, pa to, ampak zdaj vidimo pri Olimpiji, pa ni fant nič kriv, v smislu, da bi imel, ni imel, zdaj bi rekel, pa vemo, kaj je bilo prvo tekmo, mislim, prvo predkolo, ki je branil Ljubej Fink, golman, vsaka napaka je. Ne samo pri Olimpiji, se tudi pri Celju lani. Se Celje improvizira z golmani tudi zdaj. Ampak Celju se zdaj prvič poklopil. Ampak vidiš, kaj to pomeni, zdaj recimo, kje je zdaj ena Olimpija, ki nima več te sigurnosti oziroma nima več take kvalitete, ki je imela prej, pa ki je tudi zdaj Celje, ko konec koncev ima prvič, odkar so Rusi tu, ima res golmana, na katerega zdaj lahko se zanese. Dobro, ajde, Rozi jim je rešil guzo 5 krogov zapored, pa so ga maknili na tribuno. Dobro, to pa tudi poznam te, čim si v nekim takem Sam na to bi se nadovezal, kot bi rekel Aleksandar Rajčević, ki si rekel Boromisa. Mogoče pa tudi zaradi tega, ker se to poletje prvič ni ukvarjal zgolj in samo z
nogometnim delom. Rumenjak šme. Ampak veš kaj bi rekel vse, ne? Pa me tudi zanima tvoje mnenje. Ne? Jaz moram reči, da strinjam se z Nejcem seveda, pogledu na zdaj dejanski efekt prestopnega roka, ampak v štartu je meni Olimpija delovala najbolj športno logično, kako je reagirala na spremembe, ki so bile neizbežne. Ti si vedel, da Florus ne bo ostal, ti si vedel, da Ratnika moraš prodati. To so bile pač dve stvari, ki so logične. Ok, Vidovšek zdaj te je pa zrušil, tako kot ste, ampak oni so plansko pripeljali zamenjave za njih, se pravi, dal si €1 milijon, če je to zdaj uradna cifra, ne vem, tako pravi Transfermarkt za Mitrovskega, ki od njega zaenkrat nimaš nič, ne vemo, kaj se dogaja. Pripeljal si njegovega varovanca Jelenkoviča No, tako Urbančiča v premesu. Ampak tudi za začetku ni dobil šanse. Tako, zamenjal si načeloma kao Silvo pa Lasicka, se pravi, mogel si neke nove beke upeljati, ne? Ampak bolj se mi zdi, Denis, da se je mogoče zrušila neka ta osnovna dinamika, hierarhija v ekipi, ker si ti Suale, Žorž Silva, Lasicka, pustimo sploh te Ratnike, Floruce in Vidovška, mogoče sem še koga pozabil. To so bili igralci, ki so bili dejansko ne le to, da so imeli kvaliteto, imeli so tudi to vrednost, da so bili že dlje časa v klubu, kar se mnogokrat podcenjuje, ne? Ker ti moraš imeti to neko skupinco v slačilnici, ki daje dinamiko in postavlja standarde. Ne? In zdaj si ti lahko te igralce sicer nadomestil z ekvivalentno kvaliteto. Ne moramo reči, da je Urbančič diga, da so slabši igralci kot Silva, Suale, Lasicka. Jaz mislim, da po kvaliteti niso. Problem je samo, da je ta integracija ni toliko preprosta. Ne? In zdaj te ta zgodba, se mi zdi, pri Olimpiji pelje do tega, da je to večji problem. In kar jaz vidim posledica tega prestopnega roka, ki se ni izkazal, ko ne vem kaj, vsakeč, ko gledam Olimpijo, igra druga postava. Razumeš, le ni nekih sploh definiranih prvih 11. Ne. Pinto, najboljši igralec v Evropi, zanj proti tem Albancem doma, ne gre minuto v igro. Včeraj, zadnjič, kdaj je bil derbi za vikend, v prvih 11, on centralna desetka. Jaz le ne vidim nobene hierarhične lestvice, kdo je zdaj sploh tle glavni igralec, kdo ima zacementirano mesto, kdo ga nima. To je meni največja enigma. Jaz to zgodbo vidim tako, da se je tem odločevalcem enostavno pokuril ves limit, ves kredit, ki so ga imeli, ker to, kako so se njim poklopile neke odločitve, neke poteze, to je na meji realnega. In bom rekel, da niso v nogometu naredili to, da niso tako dobro delali za nogomet in bili do nogometa kot takega tako pošteni, da bi bilo normalno in da bi bilo naravno, da se jim te stvari vračajo na tak način, kot so se jim. Ker to je bilo noro in mislim, da se je zdaj to presekalo in da so zdaj na vrsti eni drugi časi. Sam fora tem, da njim je totalno vsajn, kar sem jaz uspel razumeti Barišiča pred začetkom sezone, ker so zaslužili to gnarja z prodajami pa za Evropo, da imajo za 2 do 3 sezone, on je to javno povedal, da pač, mislim javno, on je povedal to, je rekel, da so zaslužili z Evropo pa s prodajami tuk, da oni so mirni za 2-3 sezone gladko. Jaz bi vsem rekel, da je v Olimpiji, se to mogoče sliši kontradiktorna izjava vsem logičnim parametrom sveta, da je v Olimpiji več reda v športni politiki kot v Mariboru. Neprimerljivo več, ker tle imamo odločevalce, ki so načeloma že nekaj naredili v fuzbalu, se pravi, oni so bili v tej strukturi prvaki dvakrat, ne, igrali Evropo levo desno. Maribor, jaz gledam to ekipo, meni se zdi, da ima neverjetno individualno kvaliteto, ampak nobene mentalitete za karkoli narediti. Tem igralcem je to tle, da so zakazan tle, vse njim je, ne kažejo nobene želje, nobene volje, da jih nekdo prisilil, da igrajo za Maribor. In jaz mislim, da ti take ekipe, jaz ne vem, kdo to lahko prebudi, kdo to sestavi v neko smiselno celoto in kdo lahko to pripelje do nečesa. Džalović? Džalović? Zgleda. Pa imaš pa na pol poti med dosemaš pa. In vse skupaj. Tle se sploh sprašujem, kaj je trenutno sploh smisel in ideja tega, kaj ne bi NK Maribor bil. Ne? Ker tole, kar je v tem trenutku,
Jaz v tem ne vidim niti rdeče niti Ja, smisla, se niti strinjam. ničesar, Absolutno. kar bi lahko izpostavil. Pa še enkrat pravim, individualna kvaliteta v teh igralcih je za slovensko ligo, jaz mislim, da je ekstremno visoka, ne? Ampak produkt na igrišču pa kot celota, pa to zgleda kontra vsemu, kar bi lahko nekdo mislil, da iz tega lahko karkoli narediš. No, na pol poti imaš pol najlepše mesto v Sloveniji, kjer se igra tudi najlepši fuzbol. Štore. Moram reči, da sem bil zelo kritičen vedno in tudi tega nikoli nisem skrival do ljudi, ki so prišli par let nazaj v Celje v klub, ampak moram reči, da so zadeve Ti pošlihtali. imaš kamero, da se jim Ne bom nimam se kaj vračati, ker se je tudi delalo tako, ko se ne sme delati do fuzbala in zato tudi ni bilo rezultatov. Ker je bilo vsake pol leta, ko je bil prestopni rok, se je menjalo 8 igralcev, pa sam da se jih plačuje. Zdaj se mi zdi pa, da ko je malo mogoče tudi zaglibilo z denarjem, ne, so pa pač začeli delati zelo pametno, pa tudi govorim nasploh, organizacija samega kluba, ti ko greš na tekmo, je to dan pa noč napram 6-7 letom nazaj, to je poskrbljeno za vse in mislim, da na koncu s tem Riero, pa dajmo se razumeti, da lik pa delo tega človeka sta dve diametralno nasprotni zadevi, ker pač je on kot človek lahko zelo iritanten in ti lahko gre zelo na živce in vse kot trener. Pa glede na to, kaj dela v Sloveniji, pustimo Bordeaux, pa te zadeve bo mogoče kdaj šansa, da bomo videli, če je to za ta nivo ali ne. Ampak to, kar pa počne v Sloveniji, kar počne s tem Celjem, ki je izgubil Svetlina, ki je izgubil Sešljarja, ki je izgubil Nemaniča, ki je izgubil zdaj Zabukovnika, ki je izgubil, ne vem, vse, kar lahko, skoraj lani še Zeca in naredil ekipo, ki je prigurala iz Lige Evropa vsaj do konferenčne lige in ekipo, ki ima 7-0 skoraj. Pustimo pač kakšna sta Maribor pa Olimpija, ampak jaz mislim, da ne bi bilo nič drugače, tudi če bi Maribor pa Olimpija izgledala malo bolj, iskreno. Ampak je to sam Riera ali je to kluba, veš? To je Ne, vse skupaj, vse to pravim, da se mi zdi, da so kljub vsem tem stvarem, ki niso glih všečne, pa s katerimi se jaz kot Celjan recimo nisem mogel poistovetiti, ker zdaj nima še enega Celjana, mislim, da v ekipi, ne? Pa ga že ni lep čas od Denisa Popoviča ali pa Svita Sešarja, mogoče lani, čeprav tudi Svit, ampak dobro, druge zdaj. Se mi zdi, da so vseeno uspeli najti neko ravnovesje in da zadeva je zdaj... Denisa Popoviča je drugač, mislim, ne Selimoviča. Popeta, valjda, ja. Ne, ampak da zadeve vodijo dobro, kakorkoli je to mogoče drugim iritantno. Govorim zato, ker se mi zdi kontrast v smislu vodenja kluba ne bi mogel biti bolj realen, mislim bolj logičen. Ne? Se pravi, tam je Albert Riera realno ekvivalent trenutnega Celja. Ne? Tega Celja brez Alberta Riere ni, kljub vsej finančni stabilnosti in izpostavljenosti nekaterih ljudi iz vodstva kluba, tle mislim predvsem predsednika, ne? Ampak tam je dejansko zgodba je enako Riera. Ne? Modus operandi Olimpije Maribora je nasprotje. Tam trener nima nobene take primerljive močine in jaz mislim, da je tudi Albert Riera edini trener na tem področju, ki si tako moč dejansko zasluži. Ne? In zdaj, kaj se zgodi, če ti vzameš tega Riero iz Celja? Vse se je videlo, ko je bil Krznar potem. Ja. Zelo, sicer ne hitro, ker tudi Krznar je pač dobro delo, ampak sam počasi je šlo. Počasne, dokler ni prišel spet nazaj. In jaz mislim, da ta nasprotna struktura, kakorkoli se mogoče to zdi noro, je bolj moderna. Ne? Se pravi, da trener nima tazga vpliva. To je v svetovnem nogometu zdaj je nekaj vsakdanjega. Zdaj tako normalno. Ni več Wengerja, ni več Sir Alexa Fergusona. In zdaj, a veš, kaj lahko ta Celje stori, če enkrat zgubi nekega tazga lika, ki se zdi vsaj za slovenski prostor dejansko neka izvengeneracijska ikona, ne? Po smislu uspešnosti dela, po smislu komunikacije, levo. A ste slišali, kaj je Franko Kovačević zdaj rekel po tekmi z Domžalami? Ko so ga neki sprašvali za Riero, je rekel, ljudje, vi ne veste, kako je mene on jahal zdaj zadnji teden, ne? Da moram in jaz sem se še bolj zainatil, jaz moram do zdaj 2 gola, ne? In to je pritisk na igrače, da je treba non-stop producirati, ne? To njim zabija, Franko Kovačević gleda avion, ne? A ne dam umira, ne? On je gledal drugač pred revanšo v Ostravi, ne, ali pred prvo tekmo z Banikom, se ne vem, na YouTubeu videe, kao, igralci, ki so vstopili in zabili, ne vem, in spremenili tekmo, kao, veš, kaj bil poškodovanik in kao, da bo vstopil in to je očitno. Pa ne vem, če ste videli tudi ta filmček, ne, iz Ostrave, kjer so oni imeli sestanek pred tekmo, kako njim proda idejo o Everestu, kako njim proda idejo o tem, da morajo uživati na igrišču, da so pripravljeni na to, kar jih čaka. Pač prepriča jih v to, da so sposobni.
po koncu tekme zaostral. Pa jaz hočem Fiorentino, prvo mi daj Fiorentino, da jim še za nazaj, da jim vrnem. Daj mi najmočnejša ekipa, veš, ne ono, dober razpored je zato, da lahko pridemo dalje, ma daj mi najboljše, pa da še njih pokaram, pa adijo, ne, veš. Jaz mislim, da letošnjo Celje Pa je slabše na papirju, realno, ne, po imenih, od Svetlina, Sešljarja, Nemaniča, da ne govorim še prej, kaj Ja, vse bo. impresivno je to, zelo Ne? se strinjam. Ja. Ampak zelo drugačna ekipa ti, ko Brez se Kučisa. Kučis vrne, imaš ti Franko, Kučis, Poplatnik, 3 srednje napadalce. Dobar, Poplatnik ti je klasika za slovensko Ampak ligo. tudi ta poteza, da si ti pripeljal Poplatnika, ker si vedel, toliko si verjel v to, da boš imel te fronte, dve ta najpomembnejši fronti. Pa tudi veš, da ga za prvo ligo, da ti je top Da, igrač, da ga imaš, da boš kokr tok lahko, mislim, konkuriral, da boš lahko, ne vem, Franko igral tisto, ti odigraš ono tekmo, to, razumeš, da malo zarotiraš. Da tako recimo, tle se vidi, da res vejo, kaj hočejo, kaj delajo in da pripelješ fanta starega, koliko je, 33, 34, koliko je. Saj nima veze, da ga pripelješ, ker ga ponovadi, se veš, bi bilo tisto v slovenski ligi, No, bo ga prodal. ja, kao nam ga prodali, zakaj bi te plačali. To on pa pač verjamem, da je bil on za tem, oziroma da je on v tem videl neko zadevo in je rekel, hočem ga, ker vem, kaj mi bo dal tistih 7, 8, 9, 10 golov na koncu. Samo moramo vedeti eno stvar, ne, ti imaš v celju ta privilegij, če zaključimo počas celjem, ti imaš v celju ta privilegij, da ni nobenega pritiska skoraj. Ti, če gledaš eno stvar, prvi prestopni rok poletni, ki so ga oni v celoti izpeljali, je bil najdražji za takrat, Svetlin, Zec, Begić, pa mislim, da je še ne par je bilo igralcev, ampak to je bil prestopni rok, ki se je zdel nesmiseln, dokler ni prišel Riera. Ker šele, Begić je šel prej, ampak Zec pa Svetlin sta začela, Svetlin je bil bravo mest na posoji. Oni so takrat vse razmetali denar. Mlade Slovence, kao, ne? Ja, borili so se pa sezono potem, ko so bili prvaki za obstanek do zadnjega kroga s Koprom, pa zgubili finale pokala z Olimpijo. Potem ni bilo nič boljše, naslednjo so bili 7. in tako naprej in tako naprej. In to je bilo vsake pol leta, menjavanje, to je bilo skozi, novi igralci, pa posoja, pa ti si pripeljal Svetlina za 350 €, pa si ga dal bravo, pa si ga odpisal, Pilipčuk ga je odpisal takrat. Ne? Jaz mislim, da so v letošnji sezoni v nevarnosti vsi možni rekordi, kar se tiče točk, kar se tiče Sam 1002 minuti, ne prosim. zmag, Sam to ne prosim. kar se tiče doseženih zadev, Ne bo, ker pride nazaj sluga, pa se bo ta menjavala, pa ne Vse bo tam živo, imela ker toliko. ta ekipa, če ne gre v izločilne boje konferenčne lige, bo razočaranje, vsaj iz mojega vidika, glede na to, kakšne standarde nam je pokazala. In ob tem istočasno mislim, da domače prvenstvo ob Evropi ne bo trpelo. Olimpija, Maribor slaba. Pa kader ima dosti širok. Kader pa tako širok, da, kako si rekel, Franko bo Te igral se za Evropo, Buko ni Poplatnik poškodoval. igra domačo ligo. Stabilnega golmana, to si pozabil, lani sem imel s tem problem. Samo oni so zdaj prvi zadel s tem. No, sej to ti govorim. Če je to kontrakt, To je bilo lani, S tem, kaj ga ni zdaj. je bil problem in, veš, in je drugo, če ti dobiš, če štartaš z 1-0, pa če ne veš, kaj bo v zadnji. Kukor pa, ko imaš ti sigurno so zadnji in ko nimaš te bojazni in lahko igraš tako, kot želiš. Oni so vedno zadeli z napadalcem, ko je Messi, Kučis, Kovačević, ne, zadnji so imeli pa vedno probleme, ker ni pač, ko so Rozmana skinuli vedno, ne. Da je dosno temu Glukiju daš. Ima stabilnega golmana, to je FC Barcelona. Ja, seveda. Če naredim tak profesionalni switch, veš, glede na to, da gospod je tudi naklonjen dotičnemu klubu, ne. Mislim, da vemo naslov tega podcasta. Rajo jih je zmasekriral. Arene zdržele na No Camp. No Camp, ne vem, a gremo sploh tja lahko. Ne gremo. Ne vemo, kaj je. Tok ste jaki, da vas je Rajo zmasekriral in da vas je dotični Juan Garcia... Edina ukrepitev v tem prestopnem roku. Ja, poleg Rešforda, ki to absolutno ni. Vas je rešil, da ste osvojili vsaj točko, pa še VAR je crknil. Mi čakamo na uno trening igrišče. Sam za Madrid igrate. Sred Madrida. Dej, no, tle Lukijo daš cele, se razpriča grafika, mi ne pride v Ja, se spoštev. pravim, veš kaj, iz režije so mi jali, če te lahko strelim, pa nimam orožja. A lahko dokončam. Moj, Ja, kje smo sploh stali? Ti si rekel, A ja, ti si flop. Pa ti si še na flow. pa jaz sem... Prosim, da ste kratki. Temu daš Olimpijo, temu daš celem, vse se Ne, ostavi. jaz, da ne bo pomote v Sloveniji, jaz Celju niti mal nisem naklonjen, ne čutim nobene afinitete do njih, brez heca.
Jaz sem se mogel posipati s pepelom zaradi vseh tistih, ki sem jim prodajal pamet zadnjih 3-4 leta in pač pluvo čez te ljudi. jutranjih urah. In pač čez te ljudi pluvo jebi ga na koncu treba To so suma sumarum reči, da so pač na njih dobri. debate iz celskega razupitega nočnega življenja. Nikoli sam od sebe, vedno če kdo izzove. Nikoli ne. Moj najslabši prestopni rok, Atletico Madrid, drugič zapored pokurili skoraj 200 milijonov. Ekipa 2 točki na 3 tekmah kljub slabim nasprotnikom. Mislim, da se Simeonov prvič zelo trese stolček. Nismo še konec, imamo še samo top in flop igralec, ki je prestopil. To pa zdaj To pa zdaj udaramo, ker pridemo še do nečesa. Moj top prestop bo že večkrat omenjeni Nico Woltemade. Zakaj? Zato, ker zaradi vsega naštetega, kar je Lukač povedal, če sem rekel, da ni nič pokazal. pripeljal samo v finalu. Ne, jaz rekel proti Vse Sloveniji. ostale tekme, ki ga je gledal, bi briljanten. Ja. Te 4. Zato, ker te more nogomet nagraditi, Ker se prepelješ z avtom na Euro 21. tako iz A-repke se prepeleš, čakaš, si potrpežljiv, narediš prestop za 80-85 milijonov, top. Flop je pa malo bolj kontroverzno in sicer Kot vedno pri tebi. Isak. Upala, da bo duba bo. Mislim, da ne deluje mi tak delavc, da je on zdaj tam v Newcastlu full treniral, pa full tekel, pa full dobro se pripravil na novo epizodo v Liverpoolu. Zgodi se ti Ekitike, Zgodi se ti Slovenija. Bum. že v petek bomo pa videli Jaka Bjol brez minute v Premier Ligi v džep. Isaka. Iz tvojih ust, bože, všeč. Pogladko. Tine, prosim, bodite kratki. Jaz bom začel, kjer je on končal. Zame bo top prestop Isak. Okay. Zato, ker mislim, da je nemogoče, da tak igralec ne uspe. Še posebej v taki ekipi, ki je tako ultraofenzivna kot Liverpool, ker jaz mislim, da gre trenutno za najboljšo in najbolj raznovrstno špico na svetu. Da to načeloma potrjuje tudi ta višina odškodnine, da gre za igralca, ki ni neka klasična devetka, kar je dejansko profil, ki se išče zdaj, se pravi, da ni staromoden igrač in da v ekipi, ki si ustvarja toliko nekih situacij, seveda treba bo to smiselno zdaj dograditi spredi z Vircom, kje bo igral Ekitike, Salah nam peša, kje je tle Gakpo, ki je za itd., ampak jaz mislim, da tam se vprašaš samo, kdo bo igral ob Salahu, Vircu pa Isaku. Za flop bom pa rekel 2 igralca iz iste ekipe, med katerima sem v dilemi. Lahko sta seveda oba tudi top, ne, ampak vse to je poanta tudi pri Isaku, ne. Zubimendi in Gyökeres. Moram reči, za Zubimendija prve 3 tekme mene nikakor ni prepričal, zelo dobro ga poznamo, gre za igralca, ki je prišel z ogromnimi pričakovanji, dejansko to, kar je Arsenal potreboval, ampak jaz mislim, da trenutno daleč od tega, kar Arsenal od njega rabi. Preslab na žogi, kar je kontra temu vsemu, kar vemo o njemu itd., tako da mora se on tudi še ujeti v ta mlin Premier lige. Gyökeres pa zato, ker mislim, da je zgrešeno razmišljanje bilo non-stop, da Arsenal potrebuje samo še 9, da eksplodira. Jaz mislim, da je veliko večji problem kot Havertz v preteklosti bil Martinelli in da jaz mislim, da s prihodom Ezeja, ki načeloma ni lih isti profil kot Martinelli, ampak recimo, da je tle edina možnost nekega prostora zanj, je dejansko manjša potreba po neki klasični devetki, kar Gyökeres je. Njegova kvaliteta je mogoče v tem, da bi on lažje njim pomagal do zmagovanja manjših tekem, ampak glede na to, da so v teh 3 tekmah odigrali 2 ekstremno težki, na katerih je bil neviden, se pravi United in Liverpool, in eno proti slabšemu nasprotniku, kjer je dal 2 gola Leeds, se mi tle pojavlja vprašanje tega, ali bo on na teh največjih tekmah, ki bodo najbolj pomembne, vemo pa, da je liga toliko močna, da imaš ti skoraj polovico lige derbijo, ne, in da igraš ligo prvakov, ali bo on na teh tekmah dal dovolj, da je smiselno toliko vložiti časa, energije in denarja v to, da si ti tazga igralca pripeljal. Jaz bom malo daljši od Tineta, ne hetam se. Top bo po moje Xavi Simons, Okay. zato ker se mi zdi, da je pač
se v tem Tottenhamu, kjer zdaj sve nam cvitalo, težko zgubiš, sploh pa igralec njegove inteligence in nekdo, ki je že v spotlightu že od svojega ranega otroštva. Flop sem imel pa 15 opcij, pa nočem reči Benjamin Šeško, ampak bom rekel Gigi Donnarumma. Ne vem zakaj. Imam občutek, da sem zdaj že pri Traffordu videl, da ga napadajo po tistem kiksu proti Tottenhamu na vsak pas. In imam občutek, da Donnarumma ima preteklost napak, spomnimo se Bernabeu, Lige prvakov takrat, in mislim, da bojo to probali eksploitati. Da ne bo karkoli, ne verjamem pa v to, kar sem rekel. Sem hotel reči nekaj druga, ampak nočem, da bi bil Antislovenec. Ja. Izvolim. Jaz bom šel pa malo drugače, jaz bom pa eno zanimivo opcijo zbral za top, bom rekel Grealish. Da bo na koncu, bom rekel, ajde, en tak, zdaj ima že 4 asistence, tako da v prvi asistent lige. Okay. Ne, hecam se. Ampak recimo, govorim, jaz bom tako malo drugače, pa ne te ekstra zvezdnike, ampak da si bojo zadeve lahko malo postavili nazaj na svoje mesta. On vemo, kako mu je začela padati zadeva, zametki so dobri, nov stadion, izgledajo dobro, iz tega vidika razen prve tekme. Druga stvar, pa ne bom rekel flop, ampak rekel, ker smo že prej govorili, spet bomo šel v City, Trafford, prišel tja, zato da bo po vsej verjetnosti sedel več ali manj, rekel, nesrečnik tega prestopnega roka. Iz tega vidika bomo videli, jaz mi dvomim, da bo Donnarumma ta pomembnejši tekme bo odigral. Jaz mislim, da je on obsojen na to. Zdaj pri teh letih, jaz mislim, da ni pričakoval tega, takrat, ko je prestopil. Tako da, ne vem, no, pač tako, iz tega vidika, kako se je za njega razvil ta prestopni rok na koncu, mislim, da je nesrečnik, ne flop. Nesrečnik tega. Jaz mislim, da Gigi drugače ne bo flop, ampak da bo slabši od tega, kar smo bili ampak da bo slabši od tega, kar smo gledali v Ligi prvakov v prejšnji sezoni. Ali pa City rab mogoče tudi tega, dejansko ni imel vratarja, ki je reševal zadeve, da jih bi obdržal takrat, ko bi rabel. A veš, spet to jim je tudi falil. Dobro, ajde, Šele bo flop. Glede na njegovo majico in glede na se pravi, ta istočnico Nejca, je zanimivo, da se mi eno leto kasneje, 1 sekundo nismo pogovarjali v Cityju, o teh lani smo se pač pogovarjali samo o tem, da Cityju noben ne bo mogel priti zraven, kako je 1 leto dolga doba v nogometu. In jaz bi rekel 2 stvari. Ena, kar je ekstra interesantno, je to, da je Donnarumma prestal v Cityju, čeprav gre za golmana, ki je izgubil prejšnji klub zaradi tega, ker je pač preslab z nogo za idejo Luisa Enriqueja, in so vzeli Chevalierja, ki je pač v tem smislu bistveno boljši, ampak golmansko pač je Donnarumma. Po drugi strani bi si mislil, da je to mogoče tudi neko nakazilo tega, da se City spet v svoji ideji mal prilagaja in spreminja, kar smo itak že videli trend v zadnjem času, še posebej po prihodu Haalanda, se pravi, da to Guardiola ni več tak sužen teh svojih idej. In druga stvar, kar bi pa rekel, Denis, je pa to, da zame trenutno iz zdaj tega vidika ima ob Arsenalu City najširši kader v Angliji. Če govorimo čisto pozicijsko pokompletirano in kakšno kvaliteto ima, problem je samo, da je on v obratni situaciji kot Arsenal. Se pravi, on je pripeljal večinoma igralce, ki so za prvih 11, se pravi, odhajajo Grealish, Akanji, te, ki so bili zadnja leta tudi neki stebri ekipe. Zadnjič gledamo Klopp, se v osnovi mogoče zdi močnejša kot to, kar štarta proti Brightonu. In zdaj to novo ekipo narediti v neki, kar je podobnega tisti ekipi, ki je bila prej. Vidimo tudi Gundogan je šel zdaj včeraj na zadnji dan prestopnega roka. To je pa zdaj glavna umetnost in dilema, a ima Guardiola še toliko energije, ker vidimo zdaj, da to ne bo šlo toliko zlahka, kot se je zdaj po prvem krogu, se pravi takrat 2 poraza, a ima Guardiola še toliko energije, da ta projekt spelje spet do približno iste uspešnosti in seveda, a so te igralci dejansko lahko toliko uspešni in jih on sploh lahko pripelje do tega nivoja, kot so bili tisti prej. Energetsko Guardiola morda da, ampak sam tega potencijala Manchester Cityja ne vidim takega, da bi ga lahko pripeljal na takšen nivo, kot je bil, kar se tiče dominantnosti. V prvi vrsti zaradi
te ekipe takšna, kot je, zaradi te prenove takšna, kot je bila, kot drugo pa zaradi Liverpoola in Arsenala. Mislim, da sta trenutno Liverpool in Arsenal In Tottenham. stopnico ali dve nad Cityjem in da sta nekako glavna in edina pretendenta za naslov, vse ostalo bo presenečenje. City je Niti ne govorimo letos, a veš. Glede na to, da smo lani bili v čist drugačni situaciji, Ja. pa en let se lahko ogromno pomeni. Ne? Če uspe zbrati še vso to energijo in še enkrat narediti takšen City, kot ga je, pol pa ni več dileme, kdo je GOAT. Če mu to rata, bo ostaril tu, ko je Ruben Amorim v pol leta pri Unitedu. Ono v 10 letih. Za konec, Jan Lukač me je izzval in jaz imam rad izzive. Izzivalec. Ne, da bi vedel. Včasih Ti izzivaš tudi, kar ne veš. kaj rečem, ja, pa marsikdo vzame narobe ali pa Kaj ti je naredil, Denis? Razodeni dušo. Ali za me je strah, kaj bo rekel. Ali kaj s celjem? ni. Ne, No. hvala Bogu, dobro je. Malce s štorami, je malce s štorami, Vsaj to. ni pa s celjem. Kdor ne zmore. Ali je Benjamin Šeško storil napako, ko se je odločil za Manchester Ne, United? ni naredil napake. On, če ne bo prosperiral pri Man United, lahko gre še vedno v Newcastle, če bi, to itak zdaj že vsi govorijo, če bi šel po Newcastle, pa ne bi Hojlund ni mogel v Lej, Newcastle. dejstvo je, da United požira te napadalce v zadnjih letih, to vsi vemo. Hojlund, Zirkze, predtem, da ne govorimo, ko so furali Odijo na Igala, pa ne vem kaj še vse, itak jih požirajo te špice. Zato, ker tam ne štima nič, po mojem mnenju, in to se vidi. In meni je v bistvu, ne vem, ali sem vesel, ali sem žalosten, da so zadnjice izvlekli, ker ko vidim unga Brunota, pa Dalota, ko se vžiga ta Fosterju v faco, stari, kot da sta svetovna prvaka, glihkar postala, mi prime, da ko znam. Po drugi strani mi je pa dobro gledati tega Morima, ko ga bo ko gleda v zrak na koncu, ko se mu blede že, veš. Zanimiv, mene do nobenega kluba v Premier Ligi, recimo z izjemo Zvezde ne navijam za nobenega na svetu in mene je ful dobro gledati te disaster klase, veš, ko se neki ful dolg časa, ko je sam štala, pa čakaš, pa kaj bo, veš, pa iš na TikTok onga, ko navija za United, pa rekel, da si ne bo ostrigel las, dokler ne bo 5 zapored zmaga, pa on bo umrl zaradi tega, razumeš? In to je meni dobro gledati, ampak mislim, da ni na koncu koncev, če pokliče ta klub, kakršen United, ne glede na to, kakem je položaju, moraš to vzeti. Po mojem mnenju, enkrat v življenju se ti ponudi, mislim, da ni naredil napake, jaz mislim, da on ne bo podbacil v nekih pričakovanjih, ki so realna. Zdaj pa pri Unitedu je itak vse nerealno. Tako da oni naj bušijo, naj ga oni pluvajo, kakor hočejo, naj oni ocenijo, da je bil slab nakup, karkoli. Jaz sem prepričan, da na koncu, ko bomo pogledali, ne bo slabše od tega, kar sta dala Hojlund pa Zirkze. Kaj je problem? Ne? Da jaz mislim, da bo slabši, kot sta Mboma pa Kunja. Ne? In to se ti v bistvu že nekako v tej zgodnji fazi lahko na nek način nakazuje. Ne? In jaz, če prebudim svojega notranjega Denisa Šmeta, ne? Bi rekel, da bo imel Voltemade boljšo sezono od Šeška in da bo dal Šeško 15 golov v Premier Ligi v letošnji sezoni. Samo bi jih dal Voltemade pri Unitedu. A veš, zdaj govorimo o veličini, jaz zagovarjam to odločitev samo na podlagi tega, da si on s tem odprl kariero. Veš kaj bi jaz rekel, da je Voltemade to, kar je v bistvu bila Denisova istočnica, profilno bolj primeren za to, kar oni hočejo od špice, ker Šeško je igrač globine in to smo se pogovarjali že preden je prišel in jaz sem prepričan, da Newcastlova igra v osnovi njemu bolj odgovarja. Ja. In Šeško je celo življenje resnega nogometaša igral ta Red Bullov sistem, ki vemo kakšen je, se pravi, to je strogi, direkten, tranzicijski, ekstra hiter nogomet. To, kar dela Amorim, je nasproti tega, ne? Se pravi, oni so zdaj, vsaj v letošnji sezoni, ki že vidimo neko osnovno idejo, ok, pustimo to, jaz sem pač tudi njegov Sporting veliko gledal, ampak če baziramo samo na podlagi Manchester United, lani je bil to nek Frankenstein, nismo mogli vedeti, kaj to sploh je. Letos vidimo, da je to ekipa, ki se strogo naslanja na posest, ampak večji problem kot to
kaj bo naredil Šeško, oziroma seveda to za nas je zelo zabavna tematika in zanimiva, je to, da je to ekipa, ki je po mojem mnenju profilno katastrofalno sestavljena. Se pravi, ti ekipa, v kateri imaš Bruna Fernandeša, ne moreš graditi nikakor drugače, kot da je Bruno Fernandes desetka. To so se mi dali tako že stokrat pogovarjali. On ga daje, ker je pač dogmatičen trener svojega sistema, kar so oni vedeli, ko so ga pripeljali, ga daje na zadnjega veznega. Ker realno tudi te dve pozicije gor za napadalcem nista zanj idealni. Ne? Se to vemo, ker so to neka hibridna pozicija med wingom pa špico, se pravi ni lik za njega. Ne? In zdaj ti v bistvu s tem, da njega nimaš na tej poziciji, ubijaš vse. Ubijaš svojo vezno linijo, ker on mora igrati po z nekim tekačom, ki ga nimajo, razen Ugarte, ki je preslab, se pravi igra s Kastemirom, to sta dva, ki ne morata laufati. Šeško v takem sistemu gor, z Mbumom pa z Kunjom, oni grejo sam gor, tle je avtocesta, s tem, da so na bekih preslabi in da so zdaj nekako rešili problem golmana, ki pač je enigma iz belgijske lige. Tako, ne. Prej si imel pa dva golmana, ki si gledal Altaja, si upal, da si želel, da Onana bran, ki si gledal Onano, si hotel, da on bran. Sem dva druga golmana. Tako. In tle uspet v tej trenutni situaciji je zelo nehvaležno napovedovati, kaj njega čaka. Jaz še vsem se bi strinjal z Lukijom, da na koncu ne bo neuspeh. Jaz mislim, da on vsem je zelo talentirano bitje, Šeško. In da ima pač to neverjetno disciplino in željo po uspehu in super karakteristike, da mu rata. Zdaj pa Karim bo povedal svoje. On si odprl velik vrat s tem prestopom, v tem trenutku pa to mogoče ni za igralca kot taga najbolj, ampak on si je pa s tem odprl celo kariero, ker je pač za enega največjih klubov. On je imel dan pred podpisom z Unitedom na mizi pogodbo iz Saudske Arabije za 30 milijonov evrov na sezono. Ne, torej ti imaš, on lahko reče, 10 let lahko gre v Saudsko Arabijo za ogromno, samo zaradi tega, ker bo trikrat obleko dres Man Uniteda. Je pa tudi ta prestop in prestop Simonsa, ki ga je Luki omenil, in prestop Virca v Liverpool in prestop Voltemadeja v Newcastle odprl neko zanimivo debato dominantnosti Bayerna in privlačnosti za najboljše igralce Bundeslige, ker to so dejansko 4 top igrači. Tako, iz Bundeslige so pristali v Angliji, Bayern dejansko tle ni mogel niti konkurirati finančno, niti igralci, Virc ni hotel v Bayern, pa je hotel v Liverpool. Ne. Se pravi, oni izbirajo zdaj na drugačen način in zato pa tudi Angleži imajo zdaj že to neko logiko razmišljanja o ostalih evropskih ligah, ki nažalost ni daleč od resnice, je to, da so ostale lige dejansko ratale prestopne lige, če si pravi, da pristaneš ampak sta šla pa Luis Diaz pa Kane v kontra. Lih znaš, ja, okej, to so pač, ja, vemo, in je to pač, lih to sem, sam še to, je bila lih neka opaska ob Šeškovem transferju, da ja, igral v Leipzigu tok sezon, ampak vsi smo nekako vedeli, da je bila to v bistvu posoja v nemško ligo, preden bo šel v Anglijo, in je to predpriprava za angleški fuzbol. Zdaj se bojo itak vsi te napadalci, ki so prišli in zaznamovali ta prestopni rok, tako in drugače se bojo merili med seboj. Pa je zdaj ne bi Šeško to dajal zdaj z Jokerjem, sem pa z Isakom, pa to jaz mislim, da bo Joker se bo zihar boljši. Da bo Voltemade Šeško nekako najbolj primeren duel, kaj ima, pa kaj bi mogoče lahko imel. Se pravi, sta nekako vrstnika. Ja, sta vrstnika, leto dni gor dol, oba prihajata iz nemške lige. Isto izkušen bolj, ko ne. Tako, in tukaj me zdaj zanima ta dvoboj nadaljavo, kako se bo odvijal, kako bo Beni kljuboval tem pritiskom. Še Šeško ni v prednosti, ker se oglasiš iz nule štartata, ne? Ni ga. Da bi še isto minut odigrala, hočeš reči. In kako bo Voltemade izkoristil to situacijo? On zdaj ful boljši izhodišče prišel k Beni. Beni zdaj vsi, ti si zdaj prišel sem, ti zdaj naš smo sveši. Čakaj, on bo dal 6 golov v kvalifikacijah za svetovno zdaj na prvih tekmah. Prišel bo z boljšim izhodiščem nazaj v Manchester. A Šeško od Voltemade? Šeško, pa kaj? Voltemade. Fanti iz režije nam sporočajo, da smo rekord porušili v dolžini podcasta 1 uro in 30 minut in še teče. Pravijo, da dolžina ni pomembna, ne, Denis? Tehnika pač. Upamo, da bo
tehnično dovršeni Beni Šeško že med reprezentančno pauzo dokazal vsem nam, da se je odločil pravilno, da reprezentanca ne bo trpela in da bo mogoče celo odločil srečanje proti Isaku in Jekeresu, velikima tekmecema, kar se tiče napadalcev Predvsem to je v pomembno. kategoriji. Mi pa bomo z vami že po reprezentančni pauzi, ko se vrača na naše zaslone italijanski nogomet, kmalu pa tudi manchesterski derbi. Hvala.